Ker v praksi se pa kaže, da ketogena dieta močno dvigne tole LDL holesterol, pa je v bistvu ne samo eden izmed številnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ampak danes vemo z veliko mero gotovosti, da je to v bistvu tudi vzrok. Sprememba prehrane, je proces, ni enkraten instant nasvet, ki ga dobimo na Instagramu ali pa na TikToku. Na kilogram telesne teže, mišice porabijo v bistvu na dan, mislim, da 13 kilokalorij, maščobno tkivo pa 4,5, se pravi več kot dvakrat, skoraj trikrat več mišica porabi mirovanje kot maščoba. Zato jaz mislim, da več mišic imeti, pa manj maščoba. Kaj je povezano z nekimi najbolj ugodnimi zdravstvenimi učinki, 8753 ali nekaj takega koraka. 783? Tam, Okay. mislim, da tam, ali Zapomnil 8700 pa 8800. Ne? Živijo gurmani in radovedneži, dobrodošli v Menzi, kjer se ob dobri hrani pogovarjamo o vsem, kar nam pade na pamet. Danes gostim prehranskega strokovnjaka Leona Bedrača, ki nam bo pomagal razvozlati kar nekaj skrivnosti o hujšanju in o tem, kako se zdravo prehranjevati. Če boste tole epizodo pogledali do konca, vam obljubim, da boste na koncu imeli veliko več znanja o prehranjevanju in manj dilem o tem, kako se lotiti hujšanja. Tako da, kar začnimo to epizodo. Torej, Leon, kako bi se ti predstavil nekomu, ki te še ne pozna? Nakratko sem te že jaz, ampak daj povej mi kaj več o sebi. Sašo, zdaj si me vprašal nekaj, na kar nimam odgovora in zmeraj dobim isto vprašanje. Jaz zmeraj tako rečem, imam enega prijatelja dobrega, ki živi sedaj v Švici, bil je po doktoratu, je bil na enem najbolj eminentnih inštitutov v Evropi, ETH v Zürichu, ukvarja se s proteinsko biokemijo. In če naj bo poslušal Matej, ga lepo pozdravljam, zdaj mislim, da dela v enem farmacevtskem podjetju v Baslu. Midva sva, ko sva končala študij, se pravi univerzitetni študij kemije, sva se potem odločila, kaj bova šla delati na doktorat in sva šla na biokemijo. In potem se pogovarjava enkrat ob Ljubljanici, to je bilo po moje tam leta 2010, 2011, kaj takega, ne, prej 2010, in se pogovarjava in mi reče, tako pijeva pivo, veš, pa reče, Leon, kako bi se ti predstavil s 3 besedami, pa rečem, kaj pa jaz vem, mislim, res nimam pojma, ne. Pa rečem, pa mi pa ti povej, kako bi se pa ti predstavil, pa reče, pa to je čisto easy. No, povej, pa reče, bodoči doktor znanosti. Jaz nimam takega kratkega pa enostavnega odgovora, pa tudi, če bi ga imel, bi me bilo sram ga povedati, ne. Jaz sem, veš kdo, jaz sem oseba, ki od malega obožuje šport, obožuje znanost, zato me je tudi recimo kariera pripeljala do tega, da sem bil, se pravi, študiral kemijo, delal doktorat iz organske kemije, pa iz biokemije, potem bil malo v farmacevtski industriji, pa v mikrobni biotehnologiji, potem pa sem v bistvu vse skupaj pustil, pa šel nazaj v šolo, pa se odločil za to, da sem ukvarjal s tem, kar me dejansko veseli že od malih nog, Na eni strani športna zmogljivost, pa pogledati, kje so meje, ampak ker sam sem bil športnik, pa nikoli tako dober, da bi uspel, sem potem skušal nekje drugje najti svojo nišo in to je prehrana, ki je intimno povezana s športnim performansom, ampak tudi z vsem, kar počnemo, se pravi, predvsem z našim zdravjem, Pa tako zgodbo sem imel v otroštvu, da sem zelo hitro izkusil to, kar pomeni minljivost, zakaj smo sploh tukaj, izgubil precej bližnjih in sem se začel spraševati, v bistvu, zakaj sem sploh tukaj, kako lahko nekaj koristnega naredim, in to je precej težko. Ampak potem sem prvo mislil, da bom lahko s pomočjo sinteze nekih zdravil naredil neki vtis, na koncu sem pa prišel do zaključka, da mogoče lahko z drugimi zadevami, to je predvsem izobraževanje ljudi na področju prehrane, tukaj imam tudi recimo neko strokovnost, ampak tudi na področju življenjskega sloga nasploh, prehrana, gibanje, spanje, življenjski slog nasploh, tako da sem tukaj. Več klobukov sem nosil različne barve, različne velikosti, delal sem na področju, se pravi, farmacevtske industrije, v akademiji, v startupih, na področju aplikativne znanosti, dolgoživosti, zdaj sem pa več ali manj sam svoj
gospod, in delam na eni strani z športniki, vrhunskimi, rekreativnimi, na drugi strani pa z vso klientelo, kjer jim skušam izboljšati kakovost življenja s pomočjo življenjskega sloga, v prvi vrsti prehrane, ki je moja ekspertiza. Ok. Se pravi, v bistvu ravno ta, če sem te prav razumel, pa če se samo malo dotaknem, ravno ta izguba, ni treba zajeti v podrobnosti, če želiš, lahko ne, ampak a te bi rekel, da te je to motiviralo v bistvu na tej tvoji poti strokovni, pač od kemije, biokemije do tega, da si postal potem še kaj strokovnjak za prehrano, ne? Ja. To si naknadno zdaj pred kratkim, to si študiral, si kje na Stanfordu, če Ja, to je en program, ki je online v bistvu, tega sem zaključil, pa zdaj se pravi program, podiplomski program, ki je v bistvu najbolj rigorozen na področju klinične športne prehrane in ga organizira Mednarodni olimpijski komitej, ne pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja je, ampak so v bistvu strokovnjaki iz celega sveta, iz najboljših inštitucij so bili naši predavatelji, tako da sem imel to priložnost se učiti od njih. Zdaj pa še v bistvu imam za zaključiti še en magisterij na Škotskem, na University of Stirling, kjer delam iz športne znanosti, pa potem športne prehrane, en magisterij. Moram še ga spisati v eno raziskavo, moram dokončati. Je pa tudi top 5 univerz v Evropi, kar se tiče športne znanosti. Pa ko si rekel, da si na področju prehrane, se pravi, v bistvu ti se zdaj ukvarjaš tem, da svetuješ športnikom, tudi posameznikom, lahko tudi pride kdorkoli do tebe, ali si samo za vrhunske športnike? Ne, jaz individualno delam ena na ena, praktično kdorkoli pod pogojem, da je dovolj motiviran, da nekaj naredi, da ne izgubljava oba časa, ker je pač sprememba prehrane, je proces, ni enkraten instant na svet, ki ga dobimo na Instagramu ali pa na TikToku, in v 30 sekundah vse poveš. Jaz ne morem v 30 sekundah vse povedati, lahko povem koncept. Ne morem pa na individualnem nivoju človeku dati tistih orodij ali pa znanja, ki ga potrebuje za to, da lahko spremeni svoje prehranjevalne navade. Iz preprostega razloga. Jaz sem znanstvenik, prehrano študiram skozi prizmo znanosti, skozi znanstveno metodo. Pri tem uporabljam različna orodja, ker prehranska znanost je multidisciplinarno področje, ki skuša v bistvu svojem bistvu ugotoviti, kako se prehrana, določene komponente v prehrani, kako omogočajo določenemu posamezniku z določenimi biološkimi karakteristikami v bistvu najboljše možne zdravstvene izide, se pravi, preventivo pred kroničnimi boleznimi, pa nasploh podpora zdravju. Se pravi, široko paleto naravoslovnih, pa tudi drugih ved uporablja prehranska znanost, ampak to je samo en delček. Prehrana ni samo znanost, ni samo biologija, ni samo biokemija, od kjer v bistvu izvira moje razumevanje prehrane z čisto molekularnega nivoja, ampak je tudi del kulture, je del religije, je del ideologije, ima močno emocionalno komponento, in ljudje se preko prehrane identificiramo in jaz pravim, da je prehrana naša osebna izkaznica. Res je, ja. Povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si, ali kaj? Ja, to je rekel en Francoz, mislim, da leta 1800 pa nekaj. A res? Ja, ja. Mislil sem si, kaj spomnim, ne spomnim, ok. En Francoz, da se ne spomnim. Ampak si rekel, da mora priti k tebi, se pravi, posamezniki, ki so motivirani, kakšni so pa izzivi tukaj? Recimo, verjetno tudi pride kdo, ki mogoče še išče motivacijo, pa od tebe pričakuje, da mu pomagaš tudi pri tej poti, tudi na psihološki podpori, ne samo na znanstveni, pa na vsem, kar lahko merimo. Kako pa k temu pristopaš? Ja, čisto enostavno. Zakaj bi sploh nekdo rad, recimo, spremenil prehranjevalne navade? Ne bom zdaj rekel samo shujšal, ker ni to edina zadeva. In ponovadi je to vezano na zdravje. In če je temu tako, potem to je v bistvu super motivacija, super cilj, potem skušam predstaviti v bistvu, kakšne ugodnosti predstavlja v bistvu zdrav način prehranjevanja, kot na eni strani zaščita pred kroničnimi boleznimi, predstavim v bistvu, kakšna je povezava med prehrano in kroničnimi boleznimi, na drugi strani pa tudi predstavim čisto preprosto dejstvo, da to ne pomeni, da se moraš vsemu na svetu odpovedati, vsemu temu, kam imaš rad, skoraj nikoli. Skušam tako zelo človeško pristopiti do
posameznika in ga motivirati. Ne? Zdaj, jaz tudi v širšem kontekstu skušam optimizirati, se pravi, ali pa ne optimizirati, zelo nerad uporabljam besedo optimizacija, pa ti bom kasneje povedal, zakaj, ne? Okay. Ampak izboljšati kakovost življenja, veš, ne? In potem isto, ne, prvo vprašanje je, zakaj bi sploh ti želel dlje časa pa boljše živeti. Ne, potem jim pa ljudje rečejo, ja, jaz bi rad potoval, ko bom star po svetu. Ne? Okay, ne? Jaz bi se rad z vnuki igral, jaz bi rad hodil po svetu, po hribih, ne vem. Ne? Pa rečem, okay, če želiš to, moramo to pa to doseči. Če hočeš potovati pa biti neodvisen, ne? Potem moraš biti sposoben kufer v kabino gor na avionu dati. Ne? Če hočeš iti v hrib, a veš, ne? Potem moraš biti sposoben imeti maksimalno porabo kisika, okoli 35 ml na kilogram na minuto. A ne? Zdaj pa vemo, a ne, da to pada za starostjo, zdaj pa lahko reverzni inženiring naredimo, pa vidimo, kje moraš biti zdaj, da boš to sposoben, ne? Kako prehrana, kako gibanje vplivata na tole. A ne? Če se želiš z vnuki igrati, potem moraš biti dovolj močen pa mobilen, a ne? Da se lahko počepneš pravilno ali pa se na tla vsedeš, pa se igraš z njimi. Če hočeš neodvisno živeti, pa 2 vreči hrane iz trgovine po štengah gor nas, a ne, potem moraš določeno moč pa koordinacijo imeti, veš, vse to je pomembno, ne, in prehrana je ful pomembna tukaj, ne, ampak so tudi druge komponente, a ne. Pa pol prehrana tudi, eno zdaj si omenil vse pač mišično maso, pač, ne, pač fizično telo, a tudi vpliva pol v bistvu emocionalno, pa mentalno, v bistvu kognitivno na to. Absolutno. A se tudi tega lotevaš? Absolutno, ja. Ja. Wow. Okay, kako pa to pol povežeš, mislim, si kdaj razmišljal, da boš šel še kakšno psihologijo študirati? Ja, veš kaj, ja, zato ker moram biti v svojem delu toliko časa, kot sem neki nutricionist, tudi neki psiholog, veš. Skar bolj, ne? Ja, oziroma, ja. Kar, kako bi rekel, da je razmerje psihologije pa nutricionistike. Zdaj, jaz nisem, ne, da ne bo kdo narobe razumel, jaz nisem noben kliničen psiholog ali pa karkoli, a ne, ampak vidim, da je to močno potrebna komponenta. Sodelujem v določenih primerih z ljudmi, ki imajo klinično diagnosticirano, ne vem, neko stanje, a ne, potem seveda skupaj s psihologi, a ne, skušamo popraviti se skupaj, ampak ne, prehrana intimno vpliva na naše možgane, a ne, na tvorbo nevrotransmiterjev, na razmerje med temi nevrotransmiterji oziroma živčnimi prenašalci na naše vedenjske vzorce, a ne, naši vedenjski vzorci pa nazaj vplivajo tudi na to, kaj bomo dali v usta, ali pa časa ne bomo dali. A ne? In pa potem seveda tudi na samo podobo, ne? Na to, kako v bistvu mi v svetu delujemo. A ne? In boje je. A ne? Če smo emocionalno stabilni, bomo bolj zdrave prehranske navade razvili, a ne? Ali pa vzdrževali. In obratno, a ne? Če se bomo bolj zdravo, bolj kvalitetno prehranjevali, bolj bomo emocionalno ali pa kognitivno stabilni. V bistvu, bi si upal reči, kje bi bilo boljše, verjetno individualno, no, ampak kje bi bilo res pametno štartati? Štartam z nutricionističnim pristopom, pa lifestylom, pa pol to name holistično vpliva tudi mentalno, ali grem mogoče najprej meditirati za 3 mesece, pa se tako pač uredim svoje čustva, pa se bom potem uredil še nutricionistično. Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da ni enoznačnega odgovora. Ne? Ampak zakaj pa ne oboje hkrati? Ne? Wow, ja, ok, zelo visoko motiviran posameznik. Ja, torej. a veš, jaz, ko se tole izpostavil, jaz imam kar nekaj klientov, s katerimi delam in se recimo mogoče 20% o prehrani pogovarjamo, ker vejo vse že, ampak moram pripraviti do tega, da bo spremembe uvedel, veš. In je treba ga v bistvu motivirati do te točke. Ne? To so ljudje, ki so visoko izobraženi, ampak imajo neka druga ozka grla, ne? Zaradi katerih potem imajo probleme pri prehranjevanju. Ne? Ok, zdaj danes se bova mogoče malo bolj dotaknila teme hujšanja, kot recimo pač atletskih sposobnosti, vešanja mišične mase, kar je sicer vse povezano. Ampak če bi se lotil hujšanja, ali pa recimo kdorkoli se tega loteva, pač kakšen bi bil mogoče en izmed prvih stvari, kaj ne naredijo, ko se lotevajo hujšanja? Kaj bi nekomu svetoval? Jaz pridem do tebe, rečem, Leon, jaz bi ful rad shujšal, daj, ne vem, pomagi mi, prosim. Ja, ena izmed prvih stvari je, ko jih jaz delam, da ocenim telesno sestavo. Zakaj? Hujšanje pomeni, da nekdo želi izgubiti telesno težo, ampak v procesu izgube telesne teže izgubljamo tako maščobo, kot tudi mišično maso. Bog ne daj, nekateri lahko tudi kostno mineralno gostoto, če
se na nespameten način predolgo časa lotevajo izgube. Z drugimi besedami, številka na tehnici je vsota 3 glavnih tkiv, se pravi mišic, maščobe in pa potem kosti, oziroma anorganske materije. In v tem kontekstu, oziroma ne bom rekel samo mišic, ne puste telesne mase, ker so mišice glavni organ. In v tem kontekstu je treba vedeti, da proces izgube telesne maščobe, ki je prioriteta večini ljudi, zelo redko kdaj se najde kdo, ki bi rad mišično maso izgubil, pa tudi lahko kasneje povem, zakaj je to najbolj nesmiselna stvar. A veš, zahteva več nekih določil, ki jih moramo upoštevati, da dosežemo, se pravi, čim večjo izgubo maščobne mase, pa čim manjšo izgubo ali pa čim večjo zaščito pred izgubo puste telesne mase, predvsem mišične mase. In seveda je fajn na začetku to kvantificirati. Zato, ker k meni ne pridejo ljudje, ki so morbidno pretežki, sploh se par ljudi, mogoče sem imel do zdaj, meni pridejo ljudje, ki bi radi tisto piko na i, veš, mogoče malo maščobe izgubiti, pa malo mišične mase pridobiti, ali pa maščobe izgubiti, potem je fajn to kvantificirati, sploh pri ženskah, ker pri ženskah se lahko pojavi velik problem, ko je delež maščobe prenizek, se pojavi potem disregulacija oziroma motnje v hormonih, ker ženske so po definiciji, morajo imeti višji delež telesne maščobe, zato da lahko normalno funkcionirajo. To je prva stvar, potem pa najti konkretno, način prehranjevanja, ki je vzdržen dolgoročno. Potem, ko cilj postavimo, pa ga lahko kvantitativno vrednotimo, potem tudi malo zgodovino pogledamo, koliko je nekdo v zadnjih nekaj letih, recimo, koliko se mu telesna teža spremenjala, je imel kakšne prehranske navade je imel, pa je seveda skušamo oceniti, trenutno prehransko preskrbljenost. Jaz tudi tako delam, da poleg ocene telesne sestave tudi pogledamo krvno biokemijo, zaradi tega, ker moj cilj ni samo nekomu številko na tehnici pomagati, da mu številka na tehnici se zmanjša, ampak mu tudi nuditi s pomočjo prehranskega svetovanja, zaščito pred kroničnimi boleznimi, torej osredotočam se na kardiometabolne parametre, ki morajo biti v določenem rangu. Mimogrede, ta referenčno območje, ki ga dobimo pri zdravniku, ni nujno optimalno, to sta dve popolnoma različni stvari, pa zmeraj od konteksta odvisno, pa potem status določenih hranil, hormonsko sliko v določenih kontekstih, imunski sistem in tako dalje. Potem pa, ko imamo vse tole, potem pa razvijamo strategije. In te strategije so potem verjetno vezane na prehrano, ampak tudi. A teraz sem eno podvprašanje bi ti postavil, in sicer, ko si rekel, ti zmeriš telesno sestavo, kaj to so verjetno te DEXA ali pa kakšne... Ja, jaz sem zelo velik zagovornik DEXA meritve, zaradi tega, ker prvič neposredno zmeri kostno-mineralno gostoto, ki je fajn tam po 30. letu vedeti, tako za moške kot za ženske, ker tam do 30. leta lahko še nekaj naredimo, potem pa vse, kar lahko naredimo v večini primerov, je to, da ustavimo upad. In če ga ustavimo, pa smo si dovolj kostno-mineralne gostote zgradili, potem imamo zaščito pred osteopenijo in osteoporozo. Če pa smo si naredili malo manjšo zalogo, pa je treba toliko bolj proaktiven biti. DEXA to neposredno zmeri. Kaj pa vse zmeri, ko ti prekinjam, da vemo nekdo, ki to ne pozna? DEXA je ležeči rentgen, posla rentgenska, kjer skozi tebe pošljajo rentgenske žarke, dva različna, zato je DEXA Dual X-ray, absorptiometri, se pravi, ti absorbiraš določene rentgenske žarke, dva različna žarka sta različne energije, mimogrede to sevanje, energija, ki jo prejmemo, doza, ki jo prejmemo, je minimalna, primerljiva enemu, recimo, letalskemu letu iz Brnika do Münchna, se pravi, nekaj, mislim, da 15 do 20 mikrosieverov, siever je enota za dozo, za radiacijo, Zdaj si pa predstavljaj, živiš tle v Ljubljani, na leto prejmeš 2000 mikrosieverov oziroma 2 milisievera, Dovoljena doza je pa tam okoli 50,000 oziroma 50 milisieverov na leto, kjer je še ni nekih negativnih zdravstvenih učinkov. Se pravi, DEXA, potem ti spusti skozi tebe dva rentgenska žarka, v odvisnosti od tkiva, potem se delež absorbira, delež pa
prestanek pa gre skozi tebe, zadaj je plošček, izbira tole, in potem zmeri, kako so se skrajšala ta dva žarka, potem s pomočjo algoritma določi v bistvu telesno sestavo in kaj. V bistvu izmeri ti v bistvu direkt, kostno mineralno gostoto. Poleg tega pa ocene, ampak najboljše od vseh nekih neinvazivnih naprav ocene, se pravi maščobno maso, pa distribucijo maščobe, pa potem mišično maso oziroma pusto telesno maso. In sicer DEXA je zmeraj validirana na CT. CT ima pa ravno ta problem, ker je doza, ki jo prejmeš, ne vem, 1000-krat večja od DEXA. Zdaj se razvijajo novi CT, ki so manj invazivni v tem kontekstu, ampak dragi so. DEXA 50 € ali 55 €, koliko stane že, CT je pa par 100 €. Pa magnetno resonanca v bistvu tudi primerljivo ali pa malo boljše se izmeri telesno, oziroma tudi oceni telesno sestavo, ampak je tudi drago pa nedostopno. Tako da DEXA ti pove v bistvu, koliko imaš kosti, pa najboljše ti oceni, koliko imaš maščobe, kje imaš maščobo, ker vsa maščoba ni enako škodljiva za zdravje. Visceralna maščoba, ta okoli trebušne votline, je največji problem. Zakaj pa? Zakaj? Zato, ker oddaja vnetne signale, vnetne molekule, adipokine, ki potem v bistvu povzročajo, se pravi, katalizirajo kronične bolezni preko oksidativnega stresa, pa potem samega tega nizkointenzivnega vnetja, sistemskega. Se pravi, to je problem, to je zmeraj DEXA, pa potem pusto telesno maso, pa potem tudi mišično maso. In potem na osnovi tega potem vidimo, kje je nekdo v populaciji, tudi koliko lahko recimo maščobe zgubi, ker moški, če prije pod 8%, ne bo več vredo, kar se tiče hormonske slike. Pri ženskah pa je tako, menstrualni cikel se začne zgubljati tam okoli 17-18%. Že? Ja. Tako da ženska morajo vedeti, da nižje ni smiselno, če želijo biti zdrave, ker ženska, ki ni v menopavzi, se pravi, ki je pred menopauzalnem obdobju, je smisel tega, da ima reden cikel. Tako da potem lahko kvantitativno ocenimo. Ko meni nekdo pride, reče, moja idealna teža je, ne vem, ena ženska 170 visoka, pa reče 55 kg, pa 53. Je res, dajmo preveriti, veš. In poleg od tega verjetno odvisna cela telesna sestava, gostota kosti, pa vse to vpliva. Vse to, ja. Tudi pri moških, tudi tole, in to je nedavna raziskava iz ene velike biobanke, UK Biobank, pokazala, ko so primerjali rezultate te bolj lahko dostopne metodologije za oceno telesne sestave, to je bioimpedanca, da je diskrepanca predvsem pri moških velika in to za okoli 10-11%. Zato so moški dostikrat, ko pridejo k meni, pa gremo DEXA narediti, tako malo me jezno gledajo, ker mi pridejo, jaz imam 10% maščobe ali pa 11%. Imaš res, da ti vidi six-pack? Ne. Gremo na DEXA, 21, 22, ali pa kaj takega, ali pa ima 20, pa bi rad mišično maso pridobil, pa rečem, dajmo DEXA narediti najprej, da vidimo, kje smo. 31, 32. Jaz imam to tehtance doma, verjetno s impedanco merja. Ja, bioimpedanca pa tako odvisno, tle je pa cela kolekcija različnih naprav, ki se razlikujejo potem, se pravi, kaj bioimpedanca dela, še kot ime pove impedanco mere. Impedanca je seštevek opornosti in rezistance. Se pravi, pošiljati električni tok skozi tvoje telo, in na osnovi, se pravi, opornosti tvojih celic, ki je v prvi vrsti odvisno od tega, koliko vode je noter v celici, več je vode, več je elektrolitov, boljša prevodnost, manjša opornost, potem v bistvu oceni, se pravi, oceni, koliko je vode v tvojem telesu, in na osnovi ocene vode v tvojem telesu oceni tvojo telesno sestavo. Po pa je tako, imamo polsegmentalno analizo, kjer telo gleda ne kot eno enoto, ne kot en cilinder, ampak se pravi, na več delov te razdeli, se pravi, roke pa noge, se pravi, končina, pa trup imajo različno prevodnost, tole ocenjuje potem multifrekvenčno, več frekvenc skozi tebe pošilja, tako da imamo vedno boljše naprave tudi na tem področju, ampak še zmeraj je veliko naprav, ki precej slabo ocenijo tole, oziroma napačne podatke, da pa tudi tole za športnike, čeprav se uporablja, se to odsvetuje. Jaz, ko sem imel na Mednarodnem olimpijskem komiteju, se pravi, tole se pravi specializacijo, je
je bilo eksplicitno povedano, ne, da se to odsvetuje za oceno telesne sestave športnikom iz preprostega razloga, zato se fazni kod spreminja zelo, koliko je, se pravi, od tipa treninga, ne, pa od volumna treninga so celice bolj ali manj načete, a ne, in to potem vpliva na to, kje se voda nahaja, ne, pa potem posledično na hidracijo, oceno hidracije pa potem posledično na telesno sestavo, a ne. Ampak za enega poprečnega posameznika je pa to čisto okej, če ima to doma, da nekako spremlja. Je okej doma, ne, potem pa trend gledaš, ne, samo ne si zatiskati oči pa misli, da si bolj mišičast pa manj zamahčen, ne, kot pa dejansko si. Prav v bistvu bi svetoval, da gledamo trende pri teh tehtnicah. Bolj razliko, kakor pa absolutno. Imam pa čist poceni zadevo, a ne, zastojn v bistvu, ne, nabavi si šivilski meter, pa se zmeri v višino, pa v širino, a ne, okoli pasu, a veš, pa teža, ne, potem pa lahko hitro vidimo, a ne, če želiš biti res zdrav, a ne, potem je fajn pod 50% tvoje višine v centimetrih imeti obseg, idealno pa tam 0,47 nekje, a ne, samo če boš prišel do tega, če si 180 visok, pa boš imel tam 85 centimetrov obseg, potem boš definitivno ne boš zamahčen preveč, a ne. Ok, zdaj pa če na kratko povzameva, se pravi, najprej pogledamo telesno sestavo, potem pogledaš, kakšne cilje imajo posamezniki, kaj pa naslednji korak pripraviš, verjetno načrt gibanja, prehranski načrt? Ja, se pravi, poleg telesne sestave, a ne, jaz smo tako imenovani ABCD model, A je antropometrija, se pravi, cena telesne sestave, B je biokemija, ne, se pravi, krvna slika, ne. Ni nujno, ampak je zelo zaželena, a ne, ker dostikrat se tudi tukaj vidi neko pomanjkanje ali pa mogoče presežek ali pa predvsem ti kardiometabolni parametri, kar se tiče lipidograma, a ne, holesterola, tukaj opažam, da je zelo previsok, ta LDL slab holesterol in treba potem še neke dodatne ukrepe, a ne, oziroma malo bolj zaostriti pogoje. Vse v splošnem so priporočila zelo podobna, ampak vseeno, a ne, je treba mogoče še dodatne intervencije potem izbrati, a ne. Potem C model je bolj vprašalni, klinična ocena, kjer vidim neko družinsko anamnezo, kjer vidim v bistvu neko zgodovino, kjer vidim, če nekdo v bistvu ima kakšne alergije ali pa intolerancija na prehrano, tudi o tem se lahko pogovarjamo, ne, večina je izmišljenih, ne, klinično diagnosticiranih in validiranih, a ne, tudi kakšna zgodovina je bila nihanja telesne teže v preteklosti, če kdo jemlje kakšna zdravila, ker so lahko določena interakcija, a ne, med določenimi komponentami, pa timing jemanja je pomemben, ne, tako da tole tudi kakšna prehranska dopolnila jemlje, a ne, to je C, potem je pa D dietna prehranska ocena, a ne, kjer pa v bistvu moram videti, kako se oseba trenutno prehranjuje, a ne, ker, a veš, na glavo obrniti jedilnik od nekoga je zelo nesmiselno, a ne, zato ker se ne moramo držati tega dolgoročno, a ne, in cilj je, a ne, moj, da najdem v tej verigi najšibkejši člen in ga ojačam, tako da nobenega drugega da ga ne načnem pa razrahljam, ker če sem to naredil, sem en problem za drugega zamenjal, a veš. Potem, ko vse skupaj vidimo, a ne, pa ocenim, potem pa imamo, ja, jaz imam prvi posvet, a ne, interpretacijo naredimo cilje postavimo, a ne, ki morajo biti, jaz imam ta smart pristop, ne, specifične, merljive, ne, attainable, ne, in potem realistične tudi, ne, pa timely, ne, s časovno komponento pač skladne, a ne. Potem, ko imamo tole, a ne, potem pa naredimo prehranske strategije, vadbene strategije, če je potrebno, a ne, oziroma določena prehranska dopolnila so smiselna imati veliko večino ljudi, če ni nekih kontraindikacij, a ne, potem bo tudi, če treba spalno higieno urediti, vse skupaj, a ne. In cilj je ta, a ne, da se dieta začne zdaj, pa se nikoli ne konča, a ne, da je to obdobje, ki ima začetek in konec, vmes se mučimo, odpovedujemo, a ne, in se sekiramo, a ne, če ne gre prav, ali pa gre potem na koncu, ko pa neki cilj dosežemo, a ne, pa smo tam, se nagradimo, a ne, potem pa imamo učinek nazaj, pa relapse, a ne, ampak je to zadeva, ki ima začetek, pa potem kontinuiteto, ne. In kot taka po definiciji pač, ne, namiguje oziroma napeljuje k dejstvu, da ne moremo si nekih skrajnosti privoščiti, ne, ker to ni kompatibilno z načinom življenja, a ne. V medicini imamo dva izraza, efficacy versus effectiveness, ne. Efficacy je, kako je neka intervencija uspešna pod optimalnimi pogoji, ne, recimo, ne, v
ne vem, randomizirana klinična raziskava s placebom kontrolirana, a ne, kjer, kar se prehrane tiče, ljudje v tako imenovane presnovne ječe zaprejo, ne, na presnovne oddelke, a ne, in jih pod točno določenimi pogoji kontrolirajo, vse, kar jejo, vse, kar počnejo, a ne, kuhajo jim, a ne, točno specifičen obrok dobijo, potem seveda jih tudi finančno kompenzirajo, ne, kar tudi pomeni neko motivacijo, a ne, in potem kako uspešna je neka intervencija, a ne, potem pa effectiveness, ne, pa kako je ta intervencija, a ne, uspešna v realnih pogojih, ne, v normalnem življenju, a ne, in v normalnem življenju, a ne, smo ljudje socialna bitja, a ne, gremo kdaj na piknik, gremo na rojstni dan, a ne, je na voljo torta ali pa pica ali pa sladoled ali pa karkoli, ne, in to je čisto normalno, da si lahko to privoščimo, a ne. Ja. A ne, in to je treba upoštevati, a ne. Gre nekdo na morje, ker si bo en teden dieto dal na pauzo, a ne, ima, ne vem, po roku pa verjetno hitro izgubil par kil, a ne, to vse potem vpliva, a ne, in tisti vmesni postopki oziroma, a ne, vmesna priporočila so malo drugačne kot tisto dolgoročno, ne, ampak jaz zmeraj spodbujam nekoga, da prehranjevalne navade osvoji na tak način, da so vzdržne dolgoročno, ne, ker kaj vemo iz znanosti, a ne, iz znanstvenih raziskav, da najboljša dieta je tista, ki se lahko dolgoročno držimo, ki je vzdržna na dolgi rok, a ne, to je neizpodbitno dejstvo. Pa lahko rečemo pa sploh še dieta? Ne, zato ker, super, da si to omenil, beseda dieta izvira iz grščine in pomeni način življenja, a ne. A to je lifestyle v bistvu dieta? Tako. Oh, wow. Tako. Ker ima dieta kar tako malo negativno komponento. Ima negativno konotacijo, absolutno, ne, in potem že čustveni odziv človeka, a ne, se spomni, zdaj pa se mogo temu enemu, pa drugemu, pa tretjemu odpovedovati, trpel bom skozi, bom lačen, a ne, trenirati bom mogel, ko zmešan, a ne, ne vem, če bo šlo, a ne. Kaj bi pa rekel, da je največja past pri hujšanju? Mogoče ravno ta, zdaj, ko si imenil ta efficacy pa effectiveness, a ne, meni se zdi tako, da bi rekel te razne internetne diete, da imajo tako pomenovati od keto do paleo, do karkoli, pač lahko jih našteva ene par. To se mi zdi, da tako, mogoče deluje tako efficacy. Se pravi, če bom jaz zdaj vrgel ven, če se bom spravil na full velik kalorični deficit, pa bom to delal, so neki taki fake pogoji, ki so itak nevzdržni dolgoročno, ne? To mi pa iščemo nek lifestyle spremembo, spremembo življenjskega stila, to pa je efektivno. Ja. A pa po tvojih izkušnjah ljudje, oziroma ne, mogoče po tvojih strankah vidiš, da so ljudje pripravljeni narediti ta korak, da spremenijo življenjski slog? Mislim, kar se tiče moje klientele, ja, ker drugače sploh nima smisla, da sodelujemo, a ne, mogoče imamo potem enkraten posvet, pa potem nehamo, ker če ni tukaj interesa, da to sprememba prehranjevalnih navad podpira dolgoročno zdravje, a ne, pa tudi kvaliteto življenja, kar se tiče socialnih stikov, ki so zelo pomembni, a ne, pa ne narediti invalida, pa nekomu nekih prehranjevalnih, se pravi, motenj povzročati dolgoročno, a ne, potem lahko rečem, da ja, ljudje so pripravljeni na tole. Edino, kaj je problematično, je to, da bi radi na hitro videli rezultate, a ne. In tukaj je pa treba sprejeti, da je to proces, a ne. In da se Pa jim počasi kdaj daleč recimo, pride. sorry, Ja, sem te prekinil, ja, ampak ne. a se ti zdi mogoče smiselno, to, ko si rekel hitri rezultati, se mi zdi, itak smo potrošniška družba, vse mora biti zdaj, a ne. Mogoče je to prvi korak za nekoga, ko se loti hujšanja, da vseeno pa želi neke rezultate, da ga ohranja motiviranega, da ustraja pri tej svoji življenjski spremembi. Da bi bilo mogoče smiselno na začetku poti hujšanja si narediti en načrt, reči, ok, zdaj bom mogoče malo bolj restriktno dieto imel, a ne, pa bom malo kil izgubil, pa ne vem, pa moš ohraniti motivacijo, da to nadaljuješ, pa ne pade več kil, je tako hiter. Ja, ampak to je največja past, a veš. To, a ne. Tista začetna izguba, a ne, potem nekoga tako motivira, a ne, da misli, da je tista dieta, ki je v tistem specifičnem obdobju izvajal, ne, ena in edina dieta, ki dolgoročno rezultate prinaša, ampak je nevzdržna. Ker prvič, ne, bodisi da izločiš celo skupino živil ven, a ne, oziroma makrohranil, kot je na primer low carb ali pa keto dieta. Zakaj zgubiš hitro na keto dieti težo? Najhitreje. Zato, ker imaš glikogen v mišicah, a ne, in ga sprazniš, ne, in vsaki gram glikogena veže tam okoli 3,3 grame vode. Zdaj pa, če ima nekdo 500 ali pa, ne vem, 600 gramov glikogena, pa glikogen, se pravi, to je zaloga glukoze, a ne, itak ne je ogljikovih hidratov, tole sprazni pa še vodo, vem, bo v enem tednu 3-4 kile zgubo, a ne.
A veš, in potem, wow, jaz sem shujšal 4 kg. Nisi, ti si vodo zgubil, pa glikogen spraznil. Nemogoče, da si maščobe toliko zgubil. Dobro, nemogoče, je mogoče, ampak zelo malo verjetno, da si samo maščobe toliko zgubil. 4 kg je zelo težko, ne. 8260 kilokalorij, ki so metabolizirajoče v enem kilogramu maščobnega tkiva, je težko v enem tednu deficit narediti, ne, za 4 kg, ne, govorim. To, druga stvar je pa, da je deficit toliko velik, da vse na začetku ti gre, ne, ker si motiviran, 14 dni zdržiš, potem pa ne moreš, ker je tak velik minus, ne. Ampak tudi od tega, se lahko kasneje dotaknemo, večji je deficit, več mišic izgubljaš, ne. Manj je nevzdržno. Tretja stvar je pa ta, ko imaš velik deficit, pride do tako imenovanih metabolnih oziroma presnovnih adaptacij, kjer se ti metabolizem upočasni. Zakaj? Odvisno, kako gledamo. Nekdo reče, da te telo tako sovraži, da se začneš od zraka rediti, jaz pa bom rekel, da te telo tako ima rado, ker te želi zaščititi. Ker drugače boš izpuhtel, če boš ti kar zgubljal 4 kg na teden ali pa 4 kg na 2 tedna, in potem v bistvu možgani rečejo, če boš tako nadaljeval, čez 6 mesecev ne bo več, ne boš zrak izpuhtel. Dajmo malo biti učinkoviti bolj, pri treningu, pri manj porabiti pri spanju, med delom v službi, tudi manj hrane ješ, pa se termični učinek hrane zniža in tako dalje. Po drugi strani, lahko tudi kasneje povemo, pa nas hrana začne bolj zanimati, bolj smo lačni, bolj nas motivira. Res je, ful razmišljamo o tem, pa se ti zdi, jaz sem nekaj časa probal tudi keto dieto, jaz sem tak človek, ko ful rad eksperimentiram sam na sebi, z dietami sploh. Zdaj sem nekako prišel ugotovitve, da to ni okej, in poskušam to nekak lifestyle spremeniti, ampak se ti zdi, da je lahko vzdržna low carb, keto dieta kot življenjski stil? Je. In misliš, če dam pod vprašanje, če ti uspe, da je to vzdržno, ali je bolj učinkovita, ali ne vem, sploh, če dolgoročno si na tej dieti verjetno sploh ne hujšaš več, je bolj zdrava kot klasična, ali ne vem, kako bi se izrazil bolj primerno. Super vprašanje, veš kaj, koliko je neka dieta zdrava ali pa ne, odvisno od sestave, ne od komponent, ker low carb dieta lahko pomeni, da ješ slanino, pa jajca, pa panceto, pa ne vem, kisle kumarice, pa riba iz zrezke cel dan, lahko pomeni, da ješ oreščke, semena, veliko zelenjave, ribe, malo sirov ali pa kak jogurt, kako meso tudi, ne vem, borovnice, jagode, manj sladko oziroma manj z glukozo bogato sadje, in to velika razlika, tako da low carb dieta je lahko zdrava dolgoročno, pa učinkovita, pa keto dieta, pri keto dieti je sicer večja pas, ker moraš Kakšna je pa razlika med low carb keto? Ja, koliko ogljikovih hidratov lahko zaužiješ. Keto dieta je terapevtska dieta, v prvi vrsti, kjer so recimo meja za ogljikove hidrate tam, eni rečejo 50 gramov, drugi pa morajo recimo po 30 ali pa 20 gramov ogljikovih hidratov. To je pa zelo malo, ne vem, solato pa, kot sem rekel, kisle kumarice ali pa sveže kumarice, pa kak paradižnik poješ, pa eno pest borovnic, pa si tam, in odvisno pri ketogeni dieti je, kakšno stopnjo ketoze želiš ustvariti, koliko tega beta-hidroksibutirata, ketonskega telesa, ki po krvi kroži, kakšne vrednosti želiš imeti. In za določene ljudi je to terapevtska dieta, ki potem v remisiji drži v prvi vrsti mogoče tiste ljudi, ki imajo povečano verjetnost ali pa imajo epileptične napade, za druge ljudi, ki imajo kakšne avtoimune bolezni, potem pa tudi za ljudi, ki imajo kakšno disregulacijo imunskega sistema, ki se potem lahko manifestira, ne vem, kot recimo kronična vnetna črevesna bolezen ali pa kakšni problemi s kožo, ali pa potem nasploh problemi z depresijami, predvsem za zdravje možganov, recimo, je pri določenih posameznikih ketogena dieta lahko zelo učinkovita, zato ker pride do, se pravi, možgani v normalnih pogojih veliko glukoze, sladkorja uporabljajo, ne morejo maščobnih kislin uporabljati, ampak če pride do energijske krize, ki se pojavi v možganih zaradi različnih razlogov, lahko pride, v prvi vrsti je to genetsko sproženo ali pa potem z življenjskim slogom, ko možgani dovolj energije ne morejo dobiti, preko glukoze, potem pa se zgodi energijska kriza in potem se to manifestira kot lahko bodisi depresija,
ali pa kakšno drugo, se pravi nevrološka bolezen, a ne, in potem ketonska telesca tukaj pomagajo dvigniti energijski potencial oziroma energijo v možganih, potem lahko v remisijo spravijo take bolezni. Pa potem pri določenih posameznikih, ki so nagnjeni k epileptičnim napadom ali pa jih imajo, ketonska telesca v bistvu razmerje med temi nevrotransmiterji uravnavajo, zato ne pride do presežka glutamata, ker se preko enega encima, glutamat dekarboksilaze pretvori v GABA, ki je inhibitorni nevrotransmiter, in ketonska telesca so tista, ki v bistvu tukaj katalizirajo oziroma stimulirajo delovanje tega encima, če malo biokemija zanima. Ampak na splošno, kaj bi dodal, je pa tole, low carb dieta, ena izmed številnih opcij, ki jo imamo, da reguliramo telesno sestavo, pa tudi lahko izgubimo telesno maščobo, oziroma telesno težo. Past je pa ta, kako se lotiti tega, kako potem to vpliva na naše kardiometabolne parametre, v prvi vrsti na slab LDL holesterol, ker v praksi se pa kaže, da ketogena dieta močno dvigne tole, LDL holesterol pa je v bistvu ne samo eden izmed številnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ampak danes vemo z veliko mero gotovosti, da je to v bistvu tudi vzrok za srčno-žilne bolezni, ki pa so še zmeraj vodilni vzrok za smrtnost v razvitem svetu. Tam približno tretjina ljudi zaradi tega umre. In to je velik problem, zato ker se kardiovaskularne bolezni začnejo v najstniških letih, ne ko smo 50 ali pa 60. To je tiha, degenerativna bolezen, ki prihaja potihoma, počasi, brez simptomov. Prvi simptom srčno-žilnih bolezni je, veš kaj, infarkt srčni. Iz tega ne moreš privoščiti. In marker je pa ravno ta, glavni ta LDL holesterol. In tudi tukaj mene ful moti to, kako se zdravstvo tega loteva. S pomočjo določenih algoritmov napovejo, kakšna verjetnost je, da te bo čez 10 let infarkt. In če je pač, ko si mlajši, ker je noter v tej enačbi pač tudi starost, če je pod neko vrednostjo, potem zdaj še ni treba ukrepati, se lahko bolj zdravo jeste, ampak jaz imam pa bolj ta preventivni, proaktivni pristop, kjer želim holesterol imeti čim niže, in seveda tukaj potem hrana tudi narekuje, oziroma se pravi vpliva neposredno na to, kako se bo holesterol dvignil ali pa spustil, in potem tudi narekuje tudi moje intervencije, ki jih dajem pač na nivoju posameznika. Tako da to je past ketogena oziroma low carb dieta, drugače pa nič drugega. Dostikrat se pojavi tudi to, ščitnični hormoni se znižajo oziroma znižajo, slabše delujejo, zaradi tega, ker se v prvi vrsti ščitnica tvori, ščitnični hormoni, predvsem aktivni ščitnični hormon T3, se v bistvu tvori, ko je razpoložljivost ogljikovih hidratov zadostna. In potem to pomembno vpliva na hitrost metabolizma, na vse druge procese, tudi predvsem na normalen menstrualni cikel, ne samo preko ščitnice, preko drugih hormonov, tudi potem tudi na to, koliko se koliko nas bo recimo regulacija telesne temperature, ker ščitnica tudi regulira nasploh na počutje, pa potem seveda, če smo športno aktivni, kar bi vsi mogli biti po definiciji, so ogljikovi hidrati tisto premium gorivo. Se to je bilo moje vprašanje, kako lahko preživiš s 50 grami hidratov? Lahko, samo optimalnega performansa pa ne boš dosegal. A so lahko športniki na keto dieti, vrhunski športniki? Lahko so, ampak ne bojo, oziroma zelo težko bojo dosegli svoj maksimalni potencial. Verjetno fajn pred treningom malo cukra pojesti. Se lahko ti ketogeno dieto tako targetiraš, da imaš okoli treninga zadost ogljikovih hidratov, pa potem dodajaš v bistvu med vadbo ogljikove hidrate, tudi pri takih športnikih, ki veliko energije porabijo, imajo ta prag, ko so še na keto ali pa niso, recimo v ketozi je lahko več kot 50 gramov ogljikovih hidratov. Tako da, ali pa to samo se pravi periodično, so v ketozi, pa potem grejo ven. Da se marsikaj, ampak ketogena dieta nima nobenega benefita, kar se športne zmogljivosti tiče, niti enega samega. Sladkor pa ima. Ko sva pri dietah, ena ful taka, meni je bila vedno zanimiva, pa nisem nikoli se lotil, pa mogoče vštiviti odgovor. Kaj je bila ta dieta po krvni skupini? Kaj je zgodba za tem? A to deluje, a ne?
Eni ful pravijo, da jim je življenje spremenilo, odkar se prehranjujejo glede na svojo krvno skupino. Jaz nisem čisto. Se pravi, dieta po krvni skupini izvira iz ene hipoteze, ki je razvil, pa potem publiciral, mislim, da dr. D. Adamo, ne, Eat right for your blood type, ne, in izvira iz ene predpostavke, da je na naših rdečih krvničkah so določeni antigeni, ne, ki potem določajo tudi krvno skupino, prisotnost ali pa odsotnost, ne, in potem v bistvu ne, so določene krvne skupine, za določene krvne skupine so primerno določena živila, ne, potem ljudi razdelijo v nomade, pa potem tiste ljudi, ki so poljedelci, pa ne vem kaj še vse, ne, 4 skupine so, sem že pozabil, ker je to nerelevantno. In na osnovi tega potem neki nabor živila. Ne. Jaz sem recimo A plus krvna skupina, kar je večina ljudi, v svetu, ne. In meni se priporoča vegetarijanska prehrana. Ne. Potem vem, da B skupini se priporoča rdeče meso. Jaz sem B plus, kaj moram jesti? To, da boš lahko telesno težo uravnaval dolgoročno, nič je, ne vem, lahko mlečne izdelke jejo, ali ne vem kaj že. Okay. Skratka, ne. Dieta nima nobene znanstvene podlage, pa nima nobenih dokazov, da bi delovala. Lahko pa je ljudem rešila življenje, ker ko so iz prehrane izločili visokokalorična, visokoprocesirana živila, ne, in potem začeli bolj zdravo, kvalitetno, polnovredno hrano uživati, ne, so seveda imeli učinke, ampak ne zaradi tega, ker so se po krvni skupine prehranjevali, ampak zaradi tega, ker so kvaliteto hrane, ne, pa energijsko gostoto potem, se pravi, kvaliteto hrane izboljšali, energijsko gostoto pa znižali, ne, in so bili bolj preskrbljeni za več hranili, ne, pa posledično tudi bili bolj zdravi. Hej, a veš, da v Sloveniji praznujemo že 100. obletnico testenin. 100 let že kuhamo skupaj. In v to čast so pri Zlatem polju pripravili tole jubilejno pakiranje valjanih širokih rezancev. En dober nasvet, ki sem se ga šele zdaj naučil, je, če vzameš 2 tele gnezdici, je ravno prav za porcijo za eno osebo. Jaz sem si jih dal zihar več. Prisežem. Poleg tega smo pa skupaj z Luko Pangosom in Mojmirjem Šiftarjem obudili 100 let stare recepte za testenine. Vi pa lahko prenesete naše modernizirane recepte v e-knjižici, ki jo najdete na povezavi spodaj v opisu. Zdaj pa gremo naprej na pogovor. Če se dotaknemo, ko smo glih omenili procesirano hrano. Procesirana hrana je recimo velik del, oziroma ni del diete, ki se imenuje paleo dieta. Kaj praviš pa na to? Ja, je procesirana hrana problem? Kaj sploh je procesirana hrana? To si zdaj v osje gnezdo dregnil, Sašo, ampak super vprašanje. Ne, veš kako je, glej, tukaj je tudi velik zmot, ki se pojavlja, ne. Veš kaj je procesirana, en primer procesirane hrane ti mu dal. Snickers recimo, ne, ali pa proteinski Snickers, ne, ali pa tudi potem sir je procesirana hrana, ne, ali pa olivno olje, ne. In te zadeve so relativno zdrave, ne. Čak, boš rekel, da je čokoladica zdrava? Ne, olivno olje ali pa sira, ne, čokoladica je pa lahko inertna, lahko je zdrava, je lahko za nekoga, ki ima pomanjkanje kalorij oziroma energije. Ja, pa gre v hribe, pa rab, ne. Ni noter. Se pravi, kaj želim povedati, ne, ni črno-belo, kako bi ljudje radi videli, ne. Pač procesirana hrana je v bistvu gre za eno heterogeno skupino živil, ne, ker je stopnja procesiranja seveda različna lahko, ne, in to pomeni v bistvu bodisi, da je hrana, se pravi, malo prečiščena, ne, naprimer naredimo iz masla sir, ali pa potem pa iz masla, iz mleka sir, iz masla bomo težko sir naredili, ne, iz mleka lahko tudi naredimo maslo, ne, če smetano poberemo, ne, to je potem že bolj prečiščeno živilo, ne, potem predelano je lahko toplotno obdelano, ne, potem pa imamo seveda ultra prečiščeno oziroma ultra procesirana živila, ne, to so pa živila v bistvu, ki jim potem dodamo nazaj neke komponente, ki naredijo bolj ali manj okusne, ne, kot na primer, ne, sladoled ali pa različne čokoladice, ne. Beljakovini v prahu so ultra procesirani.
super. A še kaj bolj? Ja, beljakovine sirotkine ali pa veganske beljakovine so tudi procesirano živilo, ki je pa bolj ali manj dosledno povezano z boljšimi ali pa z ugodnimi zdravstvenimi učinki in je praktičen, varen, enostaven vir beljakovin za tiste posameznike, ki sicer ne morejo dovolj beljakovin zaužiti. In tukaj ne vidim nobenega problema. Je pa takole, a veš, problem je, se pravi, procesiranih živil v kontekstu, kadar imamo kombinacijo visoko prečiščenih ogljikovih hidratov, se pravi škrob plus sladkor, in pa potem maščoba, in pa potem teh maščob, ki so nasičene, ki imajo posebej negativni učinek na zdravstvene izide, ali pa potem recimo visoko procesirana rastlinska olja, ki jih potem dodajamo noter in so lahko že delno oksidirana. Prav, v bistvu imamo problem v semantiki, procesirano ni prav, ljudje se upremo se na to besedo. Kaj sploh mislijo s tem? V bistvu mislijo nekaj drugega, ne procesirano. Dajva jim pomagati najti novo besedo za to. Ja, zdaj ljudje mislijo zmeraj, ker veliko gledajo različne socialne medije, in tukaj je pač procesirana hrana ima zelo negativno konotacijo, da to takoj pomeni v bistvu ta junk hrana, se pravi, od hitre prehrane, pa potem vseh slahčic ali pa derivatov od tega. To je v nekem, recimo, kontekstu trenutnega okolja, v katerem živimo, problema, ker ta hrana je visokokalorična, shranili revno, kar je še pomembneje, taka hrana nas je tako okusna, da pravimo hiperpalatabilna, da je hitro preveč pojemo, in v tem kontekstu je problematična. Drugače pa, določena mera, če si znamo odmeriti procesirano hrano in če paše v naš energijski kontekst, pa ni noben bav, sploh pa ni cukor. V bistvu, to je pa največja zmota. Ja, sploh to, ozaveščenost, v bistvu tako, da res mindfully nekaj poješ, pa da ni preveč, to bi bil mogoče. Točno to, ja. Ok, ampak se pravi, procesirana hrana, zdaj ko si omenil sladkorje, te ultra nasičene jedi, živila s sladkorjem, z maščobami, sploh ne nasičenimi maščobnimi kislinami, nasplošno tukaj zelo hitro dobiva v majhni enoti ful veliko kalorij. Ja. Zdaj, jaz osebno, vedno kadar grem hujšati, štejem kalorije. Kako se ti zdi to, a je to pameten pristop? Kako sploh pristopiti k temu? Kako najprej, recimo, izračunam, koliko kalorij jaz, brez da grem mogoče kakšnemu strokovnjaku, ali lahko jaz s kakšnim izračunom najdem, koliko kalorij približno potrebujem dnevno za vzdrževanje, recimo za neko homeostazo, kakšen kalorični deficit je pomemben, ampak in če sploh je to smiselno, ker eni so ful proti štetju kalorij, pravijo, da to spodbuja prehranske motnje. Odgovor je ja in ja. Je smiselno trekati kalorije, vsaj enkrat v življenju, da se vidiš, koliko zaužiješ, drugi ja pa pomeni, če si boš ti recimo čez daljše časovno obdobje štel kalorije, in boš potem tudi gledal telesno težo, boš videl, kaj je za tebe v bistvu homeostaza oziroma kaj je za te energijsko ravnovesje. In to je edini način, najbolj poceni, pa edini pravilen način, kako ugotoviš, ker vse druge enačbe so predpostavke, imajo veliko variabilnost med ljudmi, tako da je samo ena velika predpostavka. Tako da najboljši način je, da si ti en teden šteješ kalorije, izračunaš povprečje, se tehtaš vsako jutro, vidiš, če je telesna teža tam, se pravi, znotraj nekih normalnih okvirjev, nisi izgubil preveč ali pa pridobil, potem je to zate energijsko ravnotežje, toliko porabiš. Potem pa seveda neki deficit ustvarjamo, tam okoli 20%, tam 500 kalorij, 300 kalorij, odvisno, kje si, in odvisno, kako se odzivaš na tole. Pa je en teden dovolj dolgo časovno obdobje, da dobiš realno sliko? Pač ali manj je, če si iskren sam do sebe. Zdaj, če greš neko na dopust, pa drugače ješ, kot si sicer, potem mogoče ni primerno, ampak če je reprezentativno, kaj ti običajno ješ, potem je čisto dovolj. Okay. Kaj pa ti razni izračuni, ko so te razne formule za bazalni metabolizem, sem jaz eno zasledil, pa sem si izračunal, pa to so relativno zanesljive formule? Ali? Relativno ja, odvisno od populacije, imamo potem za splošno populacijo imamo to, se pravi, updateno Harris-Benedictovo enačbo, potem za športno populacijo imam raje ta Cunninghamovo enačbo, sploh če imam Dexa na voljo, potem še imaš Mifflin, Saint-George, pa še nekaj jih je, njih par. Skratka, tukaj se izračuna sam bazalni metabolizem. Bazalni metabolizem je pa samo ena izmed 4 komponent tvoje porabe kalorije. Poleg porabe v mirovanju, to je bazalni metabolizem,
potem moramo prišteti tudi, koliko ti z vadbo porabiš, se pravi, z vadbo inducirana poraba kalorij in pa potem z nevadbo oziroma nevadbena termogeneza oziroma temu se v angleščini imamo akronim NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, se pravi, vse tiste kalorije, ki jih porabiš, ki niso prišle kot recimo nisi namerno porabljal, ker si šel pač vaditi, ampak ki so seštevek tega, kar ti počneš čez dan, od tega, da kuhaš, sesaš, greš na pošto, greš na sprehod neki in tako dalje, To je tretja zadeva. Četrta komponenta je pa tako imenovani termični učinek hrane, To pomeni, koliko kalorij telo porabi, da iz hrane dobi energijo ven, In tukaj imajo različna živila, različna hranila, z različno sestavo različni učinek, Beljakovinska živila imajo največji termični učinek, tam okoli 25-30%, maščobe pa najmanjše, tam okoli 1-2%, Ogljikovi hidrati so pa vmes nekje tam 7-8%. Primer, imamo 100 kalorij iz krompirja, čisti škrob oziroma ogljikovih hidrati, žlica olivnega olja ali pa masla, 100 kalorij, praktično čista maščoba, potem 100 kalorij iz poranjega zrezka, je pa čisto beljakovine v bistvu, Ti zaužiješ tole, bo telo lahko efektivno uporabilo, iz olivnega olja ali pa iz masla 98 oziroma 99 kalorij, 1 do 2 se bosta izgubile, v procesu prebave pa potem presnove. Iz krompirja 92-93, samo 7 do 8 se bo izgubilo nekje, iz beljakovin pa 25 do 30 bo telo porabilo, tako da bo 70 do 75 lahko uporabilo efektivno, Beljakovine imajo najvišji termični učinek, najmanjši pa maščobe, Tukaj dve zadevi sledita, dva zaključka, ki se potem lahko v praksi uporabite. Eno je, da visoko beljakovinska prehrana poveča izgubo kalorij, malo, to ni veliko, ampak dolgoročno lahko znatno prispeva, Za visoko beljakovinsko prehrano je značilno tudi to, da nas najbolj nasiti do določene meje, Po drugi strani iz tega sledi zaključek, da maščobe bolj redijo kot ogljikovi hidrati. Nekaj, kar ljudje mislijo, da ni res, ker je v zadnjih letih popularizacija nizkohidratnih diet pa demonizacija sladkorja oziroma ogljikovih hidratov, na vse možne načine, ampak ni res, na presnovnem nivoju pa ni res. Se pravi, če jaz prav razumem, če jaz pogledam zadnje hranilne vrednosti enega živila, pa če mi gor piše, ne vem, da imam 10 gramov beljakovin, pa recimo, da so to poranje prsa, karkoli. Jaz dejansko ne bom dobil vseh teh 100 kalorij vase, presnovo, bo izgubljeno s termogenezo, pač teh 20%. Se pravi, v bistvu imamo tle malo zavajajoče. Se pravi, če jaz imam ful beljakovin, si lahko odštejem 20% dol hranilne vrednosti. To malo pogulfam. Ne, v bistvu ne, odšteješ kaj več porabiš pol na koncu, Imaš back-end pa front-end, a veš. Ok, no to mi je ful zanimivo. Na back-endu imaš malo večji. Ker zdaj je ful popularno, kaj pa meniš o tem, ko zdaj beljakovine, zadnje čase je to zelo popularno, pač na trgovskih policah, vsaka stvar še imaš beljakovinski čokolino, imaš, beljakovinski karkoli, pač beljakovinske beljakovine. Se ti zdi to ok? Je to sam nek hype, ko ga imamo pač zaradi marketinga, a je tudi kaj dobrega v tem? Oboje. Je hype, doskrat po nepotrebnem dodajajo beljakovine noter tja, kamor ne spadajo, je pa tudi nekaj dobrega v tem, zato ker določena živila pa so potem praktična, pa nasitna, pa dober vir beljakovin, ki jih drugače ni. Zdaj ti bom dal primer, zakaj je pa hype, pa zakaj ni slika črno-bela. Zaradi tega, ker beljakovine dodane, so samo ena izmed komponent obroka, V čokolino so beljakovine, ampak so še zmeraj sladkorji in noter ogljikovih hidrati, V proteinski ploščici je še zmeraj veliko maščob, Ponovadi dajo ven sladkorja, pa umetna sladila dajo noter, tako da malo manj sladkorja, ampak še zmeraj veliko in predvsem nezdravih maščob, Ampak potem v beljakovinskih pudingih ali pa v posnetih mlečnih izdelkih, ki so še od cejana, se pravi grški jogurt, z nemastnega mleka ali pa skir, ali potem ti proteinski pudingi, to pa je živilo, ki je bogato z beljakovinami, tudi s kalcijem, pa mogoče z drugimi minerali, ima pa relativno malo ali pa zelo malo maščob, pa potem ogljikovih hidratov. Kot tako je zelo dober dodatek obroku, da imaš potem nek uravnotežen obrok. Recimo zelo za malico ali pa za zajtrk, ko ljudje ponovadi kruh jejo z maslom, pa z marmelado, pa pozabljajo to beljakovine zraven. Pa če vzame beljakovinski kruh?
Ja, tle je pa tako, ne, beljakovinski kruh, ampak imaš še zmeraj tudi precej ogljikovih hidratov, ne, pa namažejo gor maslo, pa salamo daje, ker povečajo beljakovine, pa ne ogljikovih hidratov, pa so spet kalorij preveč pojedli, veš. Če pa ko sadje zraven vzameš tega grškega jogurta, ne, a veš, ali pa še s praškom malo zmešaš, da še povečaš vnos beljakovin, tako okusno pride zelo, ne. Pa daš sadje noter, ne, je pa praktičen, hiter, enostaven, uravnotežen obrok, nizkokaloričen, visoko sitosten, ne, in tukaj so pa dodane prednosti. Ampak jaz zmeraj spodbujam ljudi, da dobijo beljakovine iz hrane, a ne iz praškov ali pa potem teh dodanih zadev, ampak ni pa nič narobe. Zakaj pa? Zato, da si kaj bolj lifestyle temu ja, prilagodijo? Veš kaj, lej, sej takole, a ne, če jejo proteinske ploščice, a ne, pa poje premalo beljakovin, pa namesto Snickersa poje beljakovinski Snickers, bo neki benefit, a ne. Kalorično sta pa tudi tu, a ne. Zdaj, če nekdo poje, ne vem, 30 gramov beljakovin iz skira, ki je nemasten, ali pa iz praška, a ne, ga bo pa veliko bolj nasititi v skir kot pa prašek, a ne. Samo zato se gre. Večina ljudi ima problem s tem, da pač preveč poje na konec dneva, a ne. Se pravi, nasitost tudi paziti, ne. Z vidika hujšanja je to boljše, ne? Ja, drugače pa ni nič narobe, a ne, sploh v praških beljakovinskih, ko smo se prej pogovarjali, a ne. Se pravi, nekdo, ki hujša, ki pazi na kalorični deficit, je v bistvu res boljš, da se loti tega s polnovrednimi živili, ne pa s temi tok dodatki. Ja. Ni pa nič narobe z njimi, če povzamem na kratko. Absolutno nič, a ne. Sploh se pravi, posneti mlečni izdelki, a ne, ali pa ti pudingi, ali pa musi beljakovinski. Jaz to zelo bom rekel, a ne, pogosto uporabljam kot eno izmed strategij, a ne, pri ljudeh, ki želijo skušati. Iz preprostega razloga, ker je praktično, a ne. Pa tudi nasitno. Okusno je pa nasitno. Pa tudi okusno, ja. A ne, doskrat dobim, a veš, nazaj povratno informacijo, namesto sladoleda ali pa vrečke čipsa sem zvečer pri televiziji pojedel skir ali pa ta proteinski puding, pa sem si maline dala noter, a veš, pa je kot da bi jedla najboljši sladoled, a veš. Res je, ja. Se da marsikaj narediti, ne. A veš. In pa smo spet tukaj pri tem, ne, ko sva prej se dotaknila, recimo, zakaj so ljudje, ki so šli, ne vem, na dieto s krvno sliko, a ne, s krvnim tipom, zakaj so dejansko skušali pa izboljšali svojo življenjsko kakovost, zato ko so se dejansko aktivno začeli ukvarjati zavedno s tem, kaj pač zaužijejo, ne, in to je tista ta glavna stvar, v bistvu, ko jaz nekako povzamem, kot neko rdečo nit tukaj, ne, pač, da res pač čuječno vzameš eno živilo, pa da si narediš neko strategijo, pa da... Ja, in to se veže nazaj na tisto, ko si prej vprašal, ne, je smiselno šteti kalorije. Ja, zato ker ljudje se potem dostkrat šele zavedajo, koliko pojejo nečesa, a veš, ne, ker drugače se sploh ne pazijo, a ne. In veš, velik problem recimo pri ženskah imam, saj ni samo pri ženskah, pa pri moških, ko res zelo malo pojejo, a ne, in sploh ne vem od kje, a veš, ampak tukaj zadaj fizika oziroma termodinamika deluje, ne. Ti, če ne poješ več kalorij, kot si jih porabil, se ne bo izredil, ni šans, a ne. Ta zadeva je dinamična, ni statična, se lahko malo pogovarjamo kasneje o tem, ne, ampak a veš, kaj jaz vidim v jedilniku, da je ženska jedla solato, pa ne vem, zjutraj jogurt, a veš, pa zvečer nekaj malega juho, ali pa ne vem, kos mesa, a veš, ne, in se redi, in to vrk, ne, potem pa gremo malo detektivsko gledati, ne, kaj še poleg tega poje. Ja, pa je bila pauza služi, pa smo 3 piškote pojedli, poleg ene kavice, ne, potem sem šla, sem kavo s smetano imela, a ne, vsak dan en Rafaelo, to se potem nabere, a veš, mogoče ne pazijo, koliko olja daje gor na solato, a veš, ne, ker keto solata, ne, je lahko bolj kalorična kot pica, a veš, če daš malo slanine, pa avokada, pa oreške, pa 6 litrov olivnega olja, pa ne vem, kaj še vse noter, a veš, in zato, ja, točno to. Paziti, ne? Ja, točno to je tista zadeva, ki je res pomembna, ja. Gremo še malo na prehranska dopolnila. Pač, pol bomo šla na en tak hiter rating, ampak čisto na splošno. Se ti zdijo prehranska dopolnila pač tudi nek tak pretiran hype, ali so smiselna? Verjetno so smiselna do neke mere, ne? Kaj, ker cilj je, da dobimo neko vse, kar rabimo iz živil. To bi bil verjetno nek ultimativni cilj. Vedno to ni dovoljen, možno. Kje se ti zdijo tako pač prehranska dopolnila? Kjera prehranska dopolnila ti uporabljaš? Da mi to najprej uporabljaš kakšna? Ja. Ja? Kaj? Kreatin, taurin, glicin, potem vsak drug dan eno multivitaminsko kapsulo. Zdaj pa vsak drug dan? Jaz vsak dan? A mi ni treba, lahko sparam? Mislim, da vsak dan ne rabim.
Čisto imamo neke empirične podatke, da mogoče vsak drugi ali pa tretji dan ena multivitaminska kapsula. Mogoče boljša kot vsak dan, ampak tudi ne vidim problema, zakaj ne bi nekdo vsak dan vzel. Ampak ponovadi so koncentracije tako visoke, da potem, če to s prehrano kombiniram, potem dobim več kot dovolj. Kaj še jemljem? Omega-3 občasno, ker večinoma dobim dovolj iz rib, praktično nič drugega. Pa spremljaš oziroma zakaj si se odločil ravno za ta dopolnila? Ja, absolutno. Prehranska dopolnila so v bistvu eden izmed mojih takih najljubših projektov, ki jih v kontekstu prehranskega svetovanja ali prehrane nasploh pač raziskujem. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem kemik, in mene potem zanima kemijska struktura prehranskih dopolnil, biološka aktivnost, farmacevtska oblika in tako dalje, in potem seveda učinek na ljudeh, ne na živalih, ne zdravih. Se pravi, prehranska dopolnila spet ni slika črno-bela, in živimo v sivem svetu, ne v svetu, ki je črna ali pa bele barve, tako bi drugi radi. Po definiciji so to živila, ki vsebujejo hranila v koncentrirani obliki ali pa kombinacijo hranil, ki so varne za uporabo in imajo potencialno ugoden učinek na zdravje ljudi. Prodajajo se v različnih farmacevtskih oblikah, podobno kot zdravila, se pravi kapsule, tablete, praški, stopine, razprški, še kaj. Zaradi tega jih ljudje dostikrat zamenjujejo tudi z zdravili, in potem dobijo negativno konotacijo, da je pa to potem nekaj umetnega, sintetičnega in škodljivega, tako zmeraj. Ampak kot taka so samo živila in dopolnila, ki se, kot ime pove, uporabljajo kot dopolnilo k prehrani. Zdaj pa določena dopolnila je smiselno jemati zaradi tega, ker imamo določen prehranski vzorec ali pa imamo določene omejitve, predvsem pri ljudeh, ki zaradi določenih razlogov izločijo nekaj iz prehrane, ali pa časa ne dobijo dovolj, to je zelo smiselno. Za Slovence je več ali manj smiselno skozi jemati, oziroma sploh tam od jeseni pa do pozne pomladi D-vitamina, idealno je, da si testiramo v krvi, ampak recimo, če lahko splošno priporočujem. Kaj, D3? Ja, D3. Tole velik problem je tudi premalo omega-3 maščobnih kislin, globalno pa tudi v Sloveniji, to lahko preko omega-3 indeksa v eritrocitih vidimo, če je zadosten, tam okoli 80% je dovolj. Potem pa imamo snovi, ki jim pravimo, da so za športnike, recimo ergogene substance, snovi, ki v bistvu izboljšajo športno zmogljivost. Tako imamo kofein, lahko je iz kave, ampak za športnike je bolj primerno imeti neko standardizirano obliko, se pravi kofein v kapsuli. Kreatin, najljubše prehransko dopolnilo. To je zdaj ful popularno? Kreatin je naravna snov, telo ga proizvaja iz 3 aminokislin, in sicer iz glicina, iz arginina in pa potem iz metionina. Lahko ga naredi tam, se pravi, porabi ga tam okoli 2 grama na dan, 2 do 3, 50% nekje ga lahko naredi samo, ostalo ga pa fajn iz hrane dobiti, ampak tudi to, ko ga samo naredi, pa ga porabi, ni dovolj za recimo optimalni performance športni, ker kreatin je komponenta enega energijskega sistema, ki se zelo hitro porabi, in zato omogoča še tisto piko na i, kar se tiče energije, za športe, kjer je v bistvu v hitrem času potrebno veliko energije generirati. Če ne športam, ne rabim kreatina jemati? Rabiš tudi, ne rabim, oziroma imam kakšen benefit od tega? Ne rabiš tudi, če športaš, ampak je pa koristno zate. Ja, imaš. In tukaj zakaj je to popularno v zadnjem času? Zato, ker so se raziskave tudi usmerile v druge sfere, ne samo v športni performance, ampak tudi na področje, se pravi, kognicije, kognitivne zmogljivosti, potem pa tudi zaščite pred kroničnimi boleznimi nasploh, in nasploh v bistvu boljšega področja well-beinga oziroma wellnessa, boljšega počutja. In tukaj imamo določene izsledke raziskav, ki kažejo,
da lahko predvsem pri starejših ljudeh pomaga, ne, ohranjati kognitivno ostrino, ne, tudi lahko do neke mere izboljša, ne, posledice pomanjkanja spanca, ne, malo večje doze, potem tudi, ne, imamo določene indikacije, da recimo pomaga pri izboljšanju kostno-mineralne gostote oziroma geometrije kosti, potem pa nasploh, ne, jaz spet gledam, kakšen je mehanizem delovanja. Se pravi, kreatin regenerira fosfokreatin v mišici, ne v mišici, v celicah nasploh, ne, in ta fosfagenski energijski sistem omogoča, da se hitro energijska enota v našem telesu, v celici hitreje regenerira in potem se lahko ta energija uporabi za številne funkcije, ne, to je ATP, ne, se preko fosfokreatinskega sistema hitreje regenerira in to je v bistvu lokalno, zaradi tega, ker je kreatin majhna molekula, lahko difundira hitreje skozi prostor kot ta ADP, ne, in potem nosite visoke energijske fosfatne skupine, ne. In zaradi tega je kreatin še posebej pomemben za celice, ki imajo svojo obliko tako, da so dolge, polarizirane, in pa za tkiva, ne, kjer je spremenljiva potreba po energiji, ne. Taki so pa naši nevroni, zato za možgane, ne. Takšne so celice našega prebavnega trakta, takšne so mišice, ki imajo spremenljive potrebe po energiji, ne, ko smo fizično aktivni. Takšne so tudi naše spolne celice, takšne so celice naše se pravi v očeh, ne, Wow. in pa potem tudi, se pravi, raziskave kažejo tudi, da lahko za sluh recimo tudi ugodno vpliva, ne. Nam dvigne pol kreatin na nek način nivo celične energije, ali kako bi temu rekel? Ja, odlično. A? Da si to na tak dober način povedal, ker jaz pa sem Pol pa nekaj telo naredi, kar filozofiral hoče in zna s tem. Točno to. Super. Daj mi povej še za taurin, to sem malo febšeno. Ni to pač tako nekaj Taurin- slabega, ko najdemo v energijskih pijačah? Ja, zato ker je v energijskih pijačah, v Red Bullu, ne, zato ljudje to povezujejo z nečim slabim, ampak ni tako. Taurin ni esencialna maščobna, to je aminokislina. Amino je tansulfonska kislina za tiste, ki jih kemija zanima. Okay. Ne. Je v bistvu aminokislina, ki je za človeka ni esencialna, za mačke pa je, ne. Zanimivo, ne. In so neke asociacije, da, oziroma korelacije, ne, da z leti pada koncentracija taurina. Lani je bila ena taka raziskava objavljena, ne, in to potem pospešeno prispeva k staranju. Jaz gledam bolj mehanistično, kako deluje, ne, pa imamo tudi raziskave, s katerimi lahko potrdimo ugodne učinke, ne. Se pravi, nivo celične energije preko drugih mehanizmov taurin izboljšuje, tako da vzdržuje transmembranski potencial delta psi v mitohondrijih, ne, mitohondrijske proteine podpira, ne, potem deluje, se pravi, kot je osmotsko aktivna molekula, zato vzdržuje v bistvu ta potencial celični, ne, in potem vpliva na to, na fokus recimo, ne, lahko potem recimo podpira našo srčno mišico, ne, po nekih indikacijah tudi lahko pozitivno prispeva k regulaciji krvnega tlaka, ne, kot antioksidant podporo nudi, ne, antioksidativnim sistemom v mitohondrijski, se pravi elektronski, v mitohondriji, v elektronski transportni verigi. Tako da tole antiglikacijsko sredstvo je, ne, ugodne učinke, ima pa varen je, ne. Tudi recimo pri določenih posameznikih, ne, je tudi taurin tisti, ki mogoče malo zmanjša pojavnost krčev, ni magnezij, ne, ampak taurin. Taurin, wow, zanimivo. Ja. Za nekoga, ki hujša, pa če rečemo, da se ne ukvarja, nisem še toliko poglobil v to, kaj mu res manjka v dieti, pa tako, a je kakšno pač prehransko dopolnilo, ko bi ga res, oziroma katere bi res priporočil, no, pa da ne bojo pa da nimajo opcije biti tudi škodljiva, se verjetno. Ja, vseh je kar nekaj. Lej, takole, kreatina jaz, koliko sem velik ljubitelj, pa ga vsem priporočam, ne, ljudem, ki začnejo hujšati, sploh ženskam na začetku, ne, priporočam iz preprostega razloga, zato ker vodo veže in potem pridobiš teže malo, potem se ustrašijo, tako da malo počakam, kak teden, dva, mogoče kak mesec, da potem nekako pripravim do tega, da potem jaz Če se pa s tem sprijaznijo, je pa fajn, da ga jemljajo. Potem pa super, potem sem pa ful vesel, ne. Okay. Zdaj, kar se drugih zadev tiče, ne, dobro, D-vitamin absolutno ne škodi, ne, potem ne škodi recimo tudi jemanje omega-3 maščobnih kislin, celo zaželeno je, ne, se pravi iz ribjega olja, te dolgoverižni, ne, ker malo pospešujejo beta oksidacijo maščob, ne, ker delujejo na nivoju transkripcije, ne, se pravi na PPR alfa, če kako zanima, ne,
Pa so tudi iz alg viri v redu? Ja, so. Samo Okay. treba najti prave. Okay. Ne? Tako da tole, omega-3, potem pa odvisno, ne? Se pravi, multivitamine so sploh fajn za ljudi, ker, a veš, ko hujšaš, a ne, manj poješ, a ne, potem je večja verjetnost, da boš premalo dobil nečesa, a ne, sploh v kontekstu modernega prehranskega okolja, a ne, tako da multivitamini so čist fajn. Super. Neki fat burnerji pa niti ne. To pa ne. Pa če gremo malo na hujšanje še nazaj. Se pravi, pri hujšanju v bistvu midva imava cilj izgubiti telesno težo. Ne? In rekla sva, da telesna teža je mišice, kosti, pač maščoba, pusta masa. Ne? Cilj je, da izgubimo maščobo, ampak hkrati si pa rekel, da telo najprej, da v bistvu ne da najprej, ampak da hitro začne kuriti mišice, ne, če mu vzamemo kalorije. Se pravi, potem kaj je smiselno? Telovaditi zraven? Kako? Super. Deva to malo nagovoriti. Ja. Kaj je res dolgoročni cilj? Ne? Ker jaz recimo, ko grem hujšati, jaz poskušam, zdaj trenutno, ko hujšam, poskušam mišično maso povečati, zato da bom imel večji bazalni metabolizem, pa rečem, da lahko malo več pojedel, to je moj cilj. A sem se kar v redu strategijo naredil? Si, dolgoročno. Dajmo zato le razpakirati malo. Dajmo malo, ja. Zdaj, 3 stvari so pomembne, če želimo izgubiti preferenčno maščobo, ne? Da ne bo pomota, da se izgubiti v energijskem deficitu maščobo in hkrati mišično maso pridobivati. Ne? To ni nemogoče. Ljudje mislijo, da je nemogoče, ampak je zelo mogoče. A ne? Samo so določeni scenariji, kdaj je to bolj verjetno, pa kdaj je manj. Ne? Zato, ker ti iz drugega kompartmenta, iz drugega tkiva dobiš energijo, ne? In jo lahko preneseš v mišico, ki pa zato, da raste, rabi stimulacijo, tako si lepo povedal, preko vadbe, rabi aminokisline, ne? In pa rabi potem energijo, a ne? In se da dobiti. A ne? Za primeri, kdaj je to izvedljivo, pa kdaj ne. Če si začetnik, če si imel res ful slab trening, a ne? Ali pa ga sploh nisi imel, se pravi, je to izvedljivo, ali pa potem, če se po kakšni poškodbi vračaš, pa si bil aktiven, veš, pa si se vmes malo pridobil na maščobi. Zelo težko pa je nekdo, ki leta trenira, ne, pa želi pridobiti v deficitu mišično maso iz preprostega razloga, ne, ker bo težko kvaliteten trening dovolj izvedel, da bi dovolj mišice stimuliral, da bi prirast dosegal. Ne. Tudi psihološkega vidika je precej težko, ne, ampak da pa se. Ne. Kaj želim povedati? Ne, trije pogoji so, da mi v deficitu ne bomo izgubljali mišic. Prvo je ta, da jih uporabljamo, ne. Se pravi, da smo aktivni, da vadbo z bremeni izvajamo. Ne? Okay. Zakaj? Ker si ti lepo prej povedal, a ne, jaz želim mišice ohraniti, zato bom več energije porabljal, lahko več jedel, ne? Se ne bom redil. Logično, ne? Mišica je glavni porabnik energije v mirovanju, a ne? Ker jih imamo največ, ne? Drugače glavni porabnik energije v mirovanju je naša srčna mišica, pa naše ledvice največ porabljajo, ne? Pa možgan je tudi velik, ne? Ampak nasploh pa ne mišice, ker jih imamo največ porabijo. Maščobe pa manj, ne? Lahko ti kvantificiram zadeve, a ne? Imamo, se pravi, organ specific metabolic rate je ena publikacija, a ne? Ker so izračunali, da na kilogram telesne teže, a ne? Mišice porabijo v bistvu na dan, mislim, da 13 kilokalorij, maščobno tkivo pa 4,5. Se pravi, več kot dvakrat, skoraj 3-krat več mišica porabi v mirovanju kot maščoba. Ne? Zato je smiselno več mišic imeti, pa manj maščoba. Ne? Ampak z drugimi besedami, to tudi ni taka znatna razlika. Ne? Če boš imel 10 kil mišic več, boš na dan porabil 130 kalorij na dan. Ampak veš, v enem letu se pa to pozna, veš. To ni to veliko. Ja. Ni, ampak se pa pozna čez 1 ali pa 2 ali pa 3 leta. Ne, bolj so druge ugodnosti povezane z večjo mišično maso oziroma z zadostno mišično maso, ne. Ampak tako da je tole jasno, ne. Potem, se pravi, mišice moraš uporabljati, ker mišica največ energije poje in zdaj, če si ti v minusu energijskem, to moraš biti na hujšanju, a ne, potem bo telo reklo, jaz sem v minusu, ne, mišica mi največ energije jemlje, zakaj bi jo jaz sploh imel na sebi, če mi energijo jemlje, dajmo jo izgubiti. In ti pa rečeš, ne, jaz rabim to mišico, jaz moram bremena premikati, veš, a ne, in potem zaščitiš na tak način mišično maso in bo telo raje maščobo izgubljalo, ne. To je prvi predpogoj. Druga zadeva je, da dovolj beljakovin poješ, ne, ker mišice so iz aminokislin, ne, oziroma iz beljakovina, ne. Tretja stvar je pa ta, da ta deficit kalorični ne sme biti prevelik, ker če je prevelik, potem telo vse resurse preusmeri k temu, k preživetvenemu mehanizmu, a ne. Kaj pa tu pomeni prevelik? Kje je ta meja? Odvisno, tam več kot 20% je lahko že problem, a ne. Zdaj pa tako, spet raziskava.
je pokazala, moram enkrat se malo tudi deliti na svojih medijih, ker je to zelo nepoznana. Ne? Ja. A veš, prevelik je odvisno od tega, koliko imaš ti zalog. Okay. Tako da več zalog imaš, večji deficit lahko stvariš, ampak mislim, da lahko telo mobilizira na kilogram maščobne mase, mislim, da 69 kilokalorij. Zdaj pa, če imaš ti 30 kil viška, a veš maščob, ali pa imaš 5 kil viška maščob, je velika razlika, koliko lahko ti v bistvu deficita kaloričnega narediš. Prav, če imam več kil, si lahko prvoščim večji deficit, hočeš povedati, ne? Točno tako, ja. Ok, to je super. Tako da tole je čisto specifično, odvisno od posameznika do posameznika. Če tem trem pogojem zadostiš, potem boš ustvaril super okolje, da boš zgubljal preferenčno maščobo, pa ne mišic. Se pravi, pod določenim pogojem lahko celo mišično maso pridobivaš. In jaz imam to v praksi pri ljudeh zelo pogost efekt. Pogosto. Ali pa to, da čisto zaščitimo zgubo. Ker tole pri hujšanju, zdaj pa če jaz recimo nič ne telovadim, si naredim sam nek deficit, rečemo imam 30 kil preveč, pa hkrati ne telovadim, pa hkrati ne zaužijem dovolj beljakovin. Zdaj telo itak sintetizira verjetno beljakovine tudi iz drugih hranil, mislim, če ne jem beljakovin, ne umrem, ne? Ne, absolutno ne. Se to je pa druga plat zgodbe, si lepo, super, da si tole izpostavil. Ko mišice gradimo, se jih več ali manj reciklira 85% oziroma tam nekje od, se pravi, če gremo na nivo aminokisline, ki so osnovne komponente Lego kocke, iz katerih so če naše beljakovine so stena ali pa anezit potem so Lego kocke, so aminokisline, tiste Lego kocke, iz katerih gradijo. Ampak zato, da prirast mišične mase dosežemo, mislim, da od 8 aminokislin, ki so potrebne, da nekaj zgradimo večje, je samo ena iz hrane, ostale se pa reciklirajo v telesu. Tam okoli, bazen aminokisline je okoli 300 gramov na dan in je ta obrat aminokislinski tako velik, tako da se uporabijo, telo določene strukture razkriži in potem uporabijo. Veš kaj pare, ko te prekinem, samo da misel zaključim. Meni se zdi glavni problem, pa me popravi, če se motim. Se pravi, jaz hujšam, ne telovadim ful, ne delam na dvigu ali ohranjevanju mišične mase in ko shujšam, bom poleg maščobe zgubil tudi kar precej mišic. In potem recimo sem shujšal 20 kil, od tega je, ne vem, rečemo pol mišic, pol maščobe in potem se mi zdi ena taka zanka, v katero pol padem, če hočem to naprej spremeniti svoj življenjski slog, imam avtomatsko manj mišic in spet pač kot eno sem manj telesno aktiven in pač moj življenjski slog pokuri manj kalorij, plus manj mišic manj, ko pokurijo manj kalorij, kljub temu, da sva rekla, da to ni nek ful velik delež, je prisoten, In v bistvu z tega vidika je verjetno res smiselno, da tisti, ki res hujšajo, da tudi vse malo delajo vaj za moč, ali je tudi kardio ok? Ja, takole, super, spet istočnice, a veš, zakaj? Zato, ker če ti izgubljaš mišično maso, potem pa težje ohranjaš tisto novo doseženo telesno težo. In nazaj, ko dobivaš disproporcionalno več maščobe kot mišic, če nič ne delaš. Ker telo je dovzetno, veš, ker je bilo v deficitu, da bo bolj učinkovito pri shranjevanju energije. En bolj učinkovit način shranjevanja energije je seveda zaloga v maščobah, ne v mišicah. Za mišice ti moraš energijo vložiti za to, da jih najprej pridobiš, potem pa da jih vzdržuješ. In telo to naredi, se pravi, pride do tega jojo učinka. Druga stvar je pa ta, kar se tiče kardija ali pa dvigovanja uteži. Če si čisti začetnik, tudi kardio ti lahko pomaga pri pridobivanju mišične mase, ampak to je čisto na začetku, potem pa enostavno rabiš vadbo z bremeni. Je pa kardio zmeraj fajn. Sploh jaz zelo spodbujam ljudi, ki bi radi shujšali, naj hodijo veliko, zato ker je neinvaziven način gibanja in relativno veliko porabiš kalorij s hojo, če se gibaš. Koliko korakov na dan minimalno priporočaš? 2 odgovore ti mu dal. Okay. Zdaj, kaj je povezano z nekimi najbolj ugodnimi zdravstvenimi učinki, je 8753 ali nekaj takega korakov. 753? Tam, okay. Mislim, da tam, ali 8700 pa 8800. To je tista točka, kjer je, recimo, so ugodni učinki doseženi. Vse, kar je več, je boljše, ampak ni več toliko izrazito. Drugače, čim več, tem boljše. Druga stvar pa, koliko priporočamo, koliko lahko narediš zaradi tega, ker ti vsak kilometer, ki ga narediš na nogah, bodi si, da tečeš
ali pa hodiš, ali pa ne vem, karkoli, pač da si na nogah, porabiš približno toliko kalorij, kot tehtaš, ne. Zdaj si pa predstavljaj, imaš, ne vem, 100 kil imaš, pa začneš hoditi, pa vsak dan narediš, prej si naredil 2 kilometra, zdaj pa 7 narediš, ne, to je tam mogoče 800 korakov, si 5 kilometrov več naredil, to je 500 kalorij si vsak dan porabil viška dodatnih, ne, samo s hojo, ne. In 8800 korakov res ni tako težko narediti, ne. Ne rabiš niti v enem kosu narediti, daj si, ne vem, po vsaki uri pa pol dela ali pa 2 uri idi 10 minut hoditi, idi po obroku hoditi, idi po večerji malo hoditi, gibaj se, in boš dolgoročno veliki učinek imel, ne. Ne rabiš teči, pa ne rabiš intervalov delati, sploh niti nočem tega slišati pri ljudeh, ker je to potem več mučenje, v bistvu pa trpinčenje samega sebe. So drugi ugodni učinki, ne, visoko intenzivne vadbe, ampak kako pa lahko ljudje, ki nočejo iti na fitness, delajo vaje za moč? Kako se najlažje tega lotim? Pač recimo, marsikdo ima prav averzijo do fitnessa, nočejo telovaditi tam, ne? Kaj ne doma delam, sklece? Ali mislim, kako vaje z lastno telesno težo? Ja, vse je boljše kot noč. Saj fitness ni potreben za to, da bi mišično maso pridobival, ne. Potrebna je mehanska tenzija, Se pravi, če si ti izpostavljen zunanjemu bremenu, telo noter, ne, notranjo silo, proizvede, ne, in to potem deluje kot mehanski signal, ta napetost mehanska, ki se prevede v telesu v kemični signal, ki potem našemu DNK, signalizira, da je treba nove strukture graditi. In to lahko dosežemo na različne načine. Prepreskaš telovanje? Mogoče bo to malo premalo, ampak ni treba, da uporabljamo uteži, lahko imamo izometrično kontrakcijo, se pravi, mišica v isti dolžini, se pravi, ne vem, če si predstavljaš te počepe na stene, recimo, ko držiš, potem imaš lahko čisto tako počasne kontroliranje gibanja, recimo počasne sklece, če jih delaš, če so ti sklece čisto enostavni, lahko si potem doma, lahko si kaki kettlebell ali pa elastiko ali pa ta palco za, se pravi, za pull-upe nabaviš, pa namontiraš med. Kako pa veš, da dobro treniraš, oziroma da ko to ljudje delajo, ko telovadijo, kako vejo, da so dosegli nivo obremenitve, da je okej, da bodo dosegli mišično rast? Ja, zdaj probaš čim bliže mišični odpovedi iti, Tak je, in to je lepota tega je, da ne rabiš biti med 12 ali ne, med 8 pa 12 ponovitev, kot se promovira, če želiš mišično maso pridobiš. Lahko si vse med 5 pa 35 ponovitev. Ko ne moš več, je to. Ja, in vse znotraj tega ranga, odvisno kakšno breme si boš izbral, če boš naredil, do relativne odpovedi bo dovolj, Kaj pa meni relativna odpoved, to je ta repetitions in reserve, se pravi, da lahko eno ali pa dve ponovitvi še naredil, pa ne narediš, pa je konc, pa imaš potem še mogoče eno ali pa dve serije, In na konc tedna je najbolj pomembno, kakšen je volumen tvoj, če želiš mišično maso pridobiti, Kaj pa mišična odpoved, je pa to, da v bistvu pač mišica odpove, ne moreš več dvigniti bremena, ali pa vaje izvesti. Ne to, da si se ti odločil, da ne moreš več, to so dve različne stvari, Ko slišiš, da so ljudje delali 3x10 ponovitev do odpovedi, to ni tak trening, To je to, ko si se ti odločil, to je volitional failure v angleščini, imaš pa momentary, to je pa, ko mišica več ne more, Ker če ti rečeš, da boš delal 3x10 do odpovedi, kako veš, da je 10 ponovitev tista pri odpovedi, ne veš, Kako pa vem, da imam še glih 2, ko si rekel, da si moraš še 2 pustiti? To pa se nauči, se lahko tudi greš do odpovedi, ampak vse te mišica, vse te telo pozori. Kaj želim povedati, zakaj malo narediš, mogoče si varnostnega ventila tukaj, zaradi tega, ker če greš do odpovedi, ni nobena prednost, če delaš do odpovedi, ni nič narobe, Je pa potencialen problem v tem, da ti lahko disproporcionalno sklepe več obremeniš, lahko nepravilne gibe izvajaš in se lahko poškoduješ samo zaradi tega, Tako da lahko delate doma, kettlebelli so super zadeva. Kettlebelli. Kako pogosto pa, kolikrat na teden priporočaš? Mislim, bi rekel, da morajo ljudje 2-krat na teden recimo za začetek, Ta minimum, potem pa odvisno od ciljev, Če želiš maksimalno pridobivanje mišične mase, tam 4 do 5 treningov, Če imaš resne cilje, drugače pa 3-krat, pa ne bo celo telo, Super. Se pravi, če pogledamo cel proces hujšanja, če sam na kratko pozamemo. Najprej sva rekla, pogledamo
našo telesno sestavo. Tako ali drugače, najboljše je, da pridejo k tebi, ne? Prehranska akademija. Ne? Lahko tudi. Ja. No, ali pa tudi, kjer greš, skratka, greš na DEXA-scan, to lahko marsikaj narediš, ni toliko drago. DEXA-scan je ni tako dostopen, kot je ta bioimpedančna analiza, ne? Ampak je tudi. Ja, samo plačniško lahko ga greš narediti. Samo plačniško je, ja. To je najboljše. Ne? Potem spremljaš v bistvu spremembe, trende, glede na to tvojo telesno sestavo. To pa dosežeš tako, da ješ kalorični deficit, pa da 2-3 na teden. Ja, kaloričnem deficitu, zadosten vnos beljakovin. Še spet poudarjam, ne, naredi si vzdržno prehrano, ne? Tako da to pomeni, če želiš enkrat na teden pico jesti, jo jej, pa ne gledati na to kot prekršek, ampak kot na del prehranskega vzorca, kjer imaš v enem tednu 21 recimo obrokov, če imaš 3 na dan, ne, pa eden izmed tistih, pa okoli tega si druge obroke pač prilagodi, da boš kaloričnem tistem rangu, ki ga želiš doseči. Potem pa čim več se gibaj, hoja, pa potem dele vadbe z obremenitvijo, po potrebi jemlje prehranska dopolnila. Tako simpel se sliša. Sliši se simpel, sej, potem pa se zgodi to, da se potem telo malo adaptira, ne, te presnovne adaptacije se zgodijo, ti delaš isto, ko si delal na začetku, pa ne gre več dole, pa gre ful bolj počasi dole, potem ljudje izgubljajo motivacijo in tukaj treba samo verjeti v znanost. Pa na dolgi rok, da veš, da je to pač maraton, ne pač sprint. Samo ena stvar bi še tle, pač, ko si merimo, pač jaz se tehtam vsak dan. Marsikdo se niti ne upa, ima nek strah. Jaz sem imel včasih strah stopiti na tehtenca, sploh, ko sem vedel, da sem prejšnji dan malo preveč pojedel, pa sem imel pa dan pokvarjen, zaradi više cifre. A bi priporočil, da se ljudje vsak dan tehtajo, kako se lotiti tega, da to spremljajo, brez da imajo neke emocionalne težave, travme s tem. To je precej kompleksno vprašanje, pa težko za odgovoriti. Ja, načeloma priporočam vsaj nekajkrat tedensko, zato ker iz preprostega razloga, koliko se ti ni všeč se tehtati, ampak če se ti enkrat na teden tehtaš, recimo pa si v procesu izgube telesne teže, lahko glih na tisti dan naletiš, ko je malo više, veš. In potem to tudi demotivira, zato je boljše povprečje 3-4 meritev narediti. Zdaj, absolutno je tehtanje, mogoče ni primerno za nekoga, ki ima motnje hranjenja, ampak tam je itak čisto specifičen scenarij, nekdo z motnjami hranjenja ima druge prioritete, kot tole. Čeprav je tudi tam, recimo, za določene ljudi, ki potem splezajo ven iz tega začaranega kroga, pa dobijo malo bolj, recimo, zdrav odnos do teže pa do svojega telesa, potem tudi eno orodje, kako nekdo ve, veš, da je vse v redu. Zdaj, kako nekoga pripraviti, da preveč emocionalno ne odreagira. Več načinov je, ampak veš, zdaj, če ti 1 kilogram maščobe pridobiš, moraš 8260 kilokalorij viška pojesti. Če imaš kilo pa pol več drug dan, nimaš zaradi tega, ker si se zredil, hrane več je v tebi, več vode zadržuješ, ko si verjetno kako slano hrano jedel in tako je mogoče prehodno vnetni odziv povišen, marsikaj je lahko, tudi mogoče si manj spal ali karkoli, veš to. Tudi pri športnikih to opažam, če imajo hude treninge, veš, potem prav trend je, da takrat, ko imajo obdobje povečanega obsega treninga, malo zadržujejo vodo v telesu, malo pridobijo telesno težo, ampak potem izgubijo. Tako da sprejeti tole, se pravi, verjeti znanosti. Druga stvar je pa, tako sem ti omenil, ko smo prej offline malo govorila, ne vemo, zakaj pač niha telesna teža, skozi niha oscilira, tako delnice na borzi. In ne veš, zakaj se to zgodi, ampak potem, če pa trend gre v pravo smer, povprečje na teden izgubljaš, ne vem, nekaj 10 dekagramov ali pa celo kako kilo, potem si na pravi poti, pa samo zaupati, da to, tako se rekel, maraton, ni to šprint. In potem ne gledati na to obdobje kot nekaj, kama začetek pa ima konec, ampak nekaj, kar je začetek in nima konca, kjer je konsistenca pomembna in potem navigirati znotraj tega. Zato tudi jaz ne pišem jedilnika. Jaz nisem dietetik, tako da ga tehnično gledam, ne vem, če bi ga sploh smel pisati, ampak zato izobražujem. Dam pa orodja, pa znanja posameznikov, da si sam jedilnik ustvari, zato ker mu jaz nočem posegati v njegovo prehrano do take mere, veš, da ga jaz vodim, pa ga silim, da nekaj je, česar ni vajen ali pa ne bi želel, ampak da ga naučim, da razume, kako si krožnik pravilno sestaviti, kaj prioritizirati, kje so
različne pasti, kar se tiče povečanega vnosa kalorij, ne, kako v situaciji odreagirati, ko si mogoče en obrok pojedel preveč kalorij, ali pa planirati, kako boš malo več pojedel tortico dodatno, ali pa pico, ali pa kaj. Tak, to, ne, jaz želim dati znanja pa orodja posamezniku, da zna potem v katerikoli okoliščini pa situaciji v življenju potem se pravilno odločati za prehrano. Ne, zato imam jaz bolj izobraževanje in enkratni posveti tukaj ne delujejo. Ej, ful smo dobro tole povzela, zdaj pa, če si za, greva na prehranska dopolnila, ki bova naštela. Jaz te bom prosil, da mi jih oceniš od 1 do 10, 1 je najmanj, se ti zdi koristno, 10 najbolj, pa lahko čisto na kratko pokomentiraš vsakega, ok? Super, z veseljem. Se pravi, jaz ti naštejem, ti mi odgovoriš, gremo na hitro. Prvi, pa mislim, da že poznamo odgovor, multivitamin. Multivitamin 8. Ok, vitamin D3. Jaz bi kar 10 dal. Wow, magnezij. 7. Okay. Omega 3. 10. Z eno zvezdico. Ja, ok, 2 zvezdice. Se pravi, odvisno katere omega 3, se pravi dolgoverižne omega 3 iz ribjega olja s poudarkom na EPK in DHK, ne neki miks nekih rastlinskih olj. Kaj pa to pomeni? Mislim, kaj to pomeni? Kjer ne zdaj kupim, jaz sem zmeden. Ja. Se pravi, idealno je kupiti, se pravi, omega 3, ki vsebojejo velik delež, ne, eikoza pentaenojske in dokoza heksaenojske, EPK, DHK, vsaj 500 mg, recimo, kot seštevek, lahko več, ne, in pa potem, ki so idealno, ne, nimajo nekih težkih kovin noter, idealno so od neodvisne organizacije testirani, ne, da imajo peroksidni indeks pa totalno vrednost oksidacijskih produktov pod tisto določeno mejo, ne, čim nižje. V bistvu, ne, v EPK, DPK. DHK. DHK. Ok. Ker jaz sem slišal, ko smo glih pri teh, da ne bi bilo neki to laneno seme, pa to, da je tako precej bio nedostopno, to drži? Ja, takole je. Laneno seme oziroma laneno olje vsebuje alfa-linolensko maščobno kislino, ne, ki je za človeka ni esencialna, ne, ampak jo ljudje lahko pretvorijo v to DHK, ne, pa EPK. Ne, ampak sposobnost pretvorbe je zelo variabilna med ljudmi, ne, in nasploh nizka, ne, tam 5 do 10% največ za EPK, pa potem 1 do 3% za DHK. Ne? Potem je vprašanje, če nekdo lahko dovolj tega pretvori. V prvi vrsti od genetike, odvisno, na drugi strani je pa odvisno tudi od tega, koliko omega-6 maščobnih kislin vnese iz prehrane, zaradi tega, ker so encimi, ki te pretvorbe delajo, ne, so nespecifični in delajo in podaljšujejo, ne, verigo tako iz lanenega olja alfa-linolenske maščobne kisline, kot tudi linolne kisline, ki je pa omega-6 maščobna kislina in potem lahko prije do problemov, ne, zato je fajn testirati. V bistvu. Fajn testirati, ok. Jeva naslednjo. Probiotiki. 3, 2. 3 ali 2? Ja. Kaj? Rečemo 3. Ok. Kreatin? 10. Wow. Vitamin C? 3, 4. Vitamin C v bistvu do 400 mg ok na dan, ne, 2x po 200 mg več ne, kar ima lahko tudi potencialno neugodne učinke, ne, pa potem v času jemanja, ko smo v času prehladov, ne, ga je smiselno več vnašati, drugače pa se raje zanašajte na hrano, sadje, zelenjavo. Železo? Kot prehransko dopolnilo je lahko uporabno v določenih situacijah, ne, pri športnikih oziroma športnicah, sploh če imajo cikel normalen, ne, ampak dolgoročno kronično jemanje železa ima lahko tudi potencialne neugodne učinke, ne, tako da tukaj, če kronična anemija je mogoče boljša varianta IV terapija, ne, če se prehransko ne da vse skupaj urediti. Ampak zdaj moram številko dati. Ja, od 1 do 10, prosim. 6. Ok, kaj pa gremo pol naprej? Kalcij? Kalcij, odvisno v kakšni obliki, ne, pa za koga, je spet lahko je recimo 7. Ok. B12? Če smo vegani, potem 10, ne, drugače pa
v kontekstu tega, kaj je dan danes na voljo tako visoke koncentracije, ne, pa ljudje ne pametno jemljajo. Ampak v določenih pogojih pa lahko pomaga, ne, ker ljudje, ki imajo probleme z želodcem, pa intrinzičnega faktorja ne tvorijo, ne, potem lahko se pravi z tem paraceličnim procesom, z difuzijo se lahko potem nasitijo. Dajmo 6. Ok, ampak sam za vegane, jaz recimo sem nekje slišal, da če so bili nekje v svojem življenjskem obdobju, če so bili vsejeci, pa so potem postali vegani, da imaš daljšo zalogo B12, ali je to mit ali resnica? To je bolj mit kot resnica, ne. Je pa treba pogledati, ne, pa spremljati. Pa ne samo B12 v krvi, ne, tukaj druge parametre, ne, treba vedeti, kakšna je funkcija B12 vitamina, ne, kofaktor 2 encimov, enega mitohondrijskega, ne, metilmalonil-CoA mutaza, ne, zato je metilmalonska kislina dober indikator, pa potem metionin sintaza, ne, ki potem homocistein pretvarja nazaj v metionin, zato je recimo homocistein dober indikator, ne B12 v krvi, ta bolj pove, če smo ga absorbirali ali pa ne, ne. Ok. Melatonin, za tega sem slišal, da je fajn zaspati. A to res? Ja, pri določenih ljudeh deluje. 8. 8, nice. Tudi antioksidant, ne, tako da, če je dobra formulacija, zakaj ne? CBD olje? Tudi pomaga pri spanju. Tako da, kaj pa vem, odvisno, koliko je čisto, ne, pa koliko je dejansko samo CBD-ja, pa koliko je THC-ja, ne. Rečemo, da ni THC-ja. Mislim, to, kar dobiš v pač trgovinah, itak ne bi smel imeti, oziroma minimalno neka določena meja. Pač 8 spet. 8, nice. Jemlješ to, si kdaj jemal CBD? Sem. Si? Ok. Zelo žive sanje. A zaradi CBD-ja? Zdaj pa ne vem, kako je. Joj, zdaj pa skočil v lekarno. V lekarni sem kupil, ne, tako da ne vem, le kaj pa bomo. Fat burneri, ti, termogeni fat burneri. 1. Sploh nič, ali kaj? Jaz sem to včasih kupval, pa te CLA, pa te zadeve, to čist brez veze, ali kaj? Fajn. Mogoče L-karnitin se splača, nasploh, ne, ima neko določeno uporabno vrednost, pa ne samo zaradi kurjenja maščoba, ne, ampak zato, ker ima druge ugodne učinke, ne, v telesu, predvsem biosinteza je potem energijsko potratna, pa lahko pri določenih posameznikih pač malo tole podpremo organizem, ne. Hipotetično lahko pomaga, ne, ker prenaša, tako en avtobus prenaša maščobne kisline, ne, iz kaj bom rekel, iz gozda v peč, ne, da lahko da pride tja, ampak še zmeraj pa moramo pokuriti, pa porabiti maščobo, ne, samo za dan L-karnitina ne bomo. Se ne bom. Ne, ampak ja, zdaj, če pa bi, ne, zdaj si rekel fat burneri, kot splošno, ne, bi rekel 1 ali pa 2 recimo, ne, drugače pa L-karnitin pa 7-8. Ok. Treba biti še mal hipija, te adaptogeni, veš, ashwagandha, ginseng pa to. Pa to. Mislim, da ima jih kar kot, a lahko dava kot adaptogeni, ali rečem kar ashwagandha, ne vem, kaj vrednost. Raje specifičen bo. Ashwagandha. 3 ali pa 2. Ker jaz sem slišal za ashwagandho, da mi da to, kar rabim. Ta je ful pameten dopolnilo, to res. Kako to sploh ve? Kako ashwagandha ve, kaj jaz rabim? Ne vem, pa niti znanstveniki ne vejo še, tako da marsikdo ti to obljubila, da ti da, kaj rabiš, veš. Kaj pa ginseng, recimo? Ja, kar se tiče ashwagandhe, samo še tole. Če gledaš raziskave, ki so bile narejene tam, odkudar izvira, ne, Indija pa bližnji v Srednji vzhod, ne, tam so fascinantne rezultati, ko pa te raziskave prevedeš bolj v zahodni del sveta, ne, pa bolj slabo, bolj slab učinek. Kaj so pol geografsko pač pogojene, ali kako? Očitno, ja. Veš kaj, ekstrakti so različno koncentrirani, pa različni tipi ekstraktov. Potem ljudje so tudi različni ljudje se različno odzivajo, ne. Ampak v splošnem, ne, ker moramo posploševati, je pa slabo. Je pa slabo, ok. Ginseng? Podobno. Sem slišal, da je fajn za možgane, ampak kaj pa vem. Pri miškah ali pa bolnih ali pa potem pri celicah izoliranih, ne, kjer dejansko delujemo lokalno, ne vemo pa, koliko ginsenga bo prišlo na mesto delovanja v taki obliki, kot mora biti, pa kakšen je fiziološki, in vivo učinek. Zelo mešane rezultate imamo, pa nimamo nekaj. Se pravi, tudi magnituda učinka, tukaj je pomembna, ne, so majhne, ne, tako da. Ja, sva dala ashwagandhi cifro? 2. Kaj pa ginseng? Dal bom 3, zato ker se toliko zelo ne oglašuje kot ashwagandha. Pa veš kaj, imaš pol več vrst ginsenga, ne.
Ja. Je pa res, da ne, pač konc koncev, itak ne za določen, tako si rekel za švagando, mogoče bomo pa še kaj odkrili, kar sploh nismo vedeli, ne, tako da dajmo pustiti to odprto. Jaz ne bi nič demoniziral nobenih teh dopolnil, da se prav razumemo. Ne, sam... Lahko ti demoniziran, ampak ti bom na koncu dodal, če ne boš prišel čez seznam. To je bil moj seznam. A je še kakšen ful bizarni prehranski dopolnil, ko ga ti zaznavaš, pa da bi ga moče izpostavil? To sem pa kupil, to je iz groznih pešk, to je ful drago, a to v redu? Ja, anti-aging molekula, ki to ni, ne? Ni? To je bilo ful drago, jaz sem to enkrat kupil. To je pa davno -1 na skalo od 10, ja. Je pa ena taka umazana zgodba od zadaj. A, res? Ja, to je en raziskovalec, ki raziskuje dolgoživost, promoviral, tudi prodal za velike denarje farmacevtski industriji, ker je to promoviral kot aktivator enih proteinov, sirtuinov, SIRT2, ki naj bi bili anti-aging proteini pri ljudeh, a ne? In prvič, ti sirtuini niso anti-aging proteini pri ljudeh, a ne? Imamo jih 7 skupin, ampak niso, ne? So v kvasu. Pri ljudeh niso. Druga stvar je ta resveratrol ni aktivator sirtuinov, ampak je to posledica biokemijskega artefakta, ko so skušali nekaj izmeriti, pa so z encimsko reakcijo skušali signale ojačati, s pomočjo fluorescence, in je to bil pač artefakt samo, tako da ne eno, ne drugo ni res, kar se ne kupiti tega, torej. A je še kaj takšnega, ko pač bolj, da ne kupimo? Veliko stvari je, tako da... A te sam pazi, da te ne bo pa kakšna farmacevtska industrija napadla? Farmacevtska mogoče ne, ker sem delal v farmacevtski industriji. Kakšna druga industrija me pa lahko, ja. Moraš paziti, ja. Pač ne objavljati svojih podatkov, kje si, ja. Veš, če greš na morje 2 tedna kasneje šele objavljati. Tako. Se to tako delam, ker drugače ti lahko vdrejo v stanovanje. No, se to pametno. Ok, the best. Hvala ti za tole mi je bilo zelo ful koristno. Deva iti še na par vprašanj, sem dobil od publike. Super. Na temo hujšanja, pa me zanima, pač deva in probati čim bolj odgovoriti. Prvo vprašanje, kaj svetuješ nekomu, ki se ne more znebiti jojo efekta? Vsakeč, ko skušam, se zaradim in to se mi dogaja cel life. Jaz mislim, da sem že na to odgovoril, ne? Dajmo še enkrat na kratko. Ja, se pravi, dajmo biti najprej najti način prehranjevanja, ki je vzdržen dolgoročno, ki ne pomeni, da smo na dieti skozi, ne? V takem pomenu besede se odpovedujemo nečemu, ampak da spremenimo življenjski slog, tako da jemo zmerno, jemo hrano, ki ima visok sitostni učinek, ki je energijsko bolj revna, in smo potrpežljivi, da se gibamo, se pravi hoja plus vadba z obremenitvijo, da seveda prioritiziramo živila, ki imajo visok sitostni indeks, to so živila, ki imajo veliko beljakovin, vlaknin, pa potem vode, se pravi zelenjava, sadje, beljakovinska živila, potem stročnice, recimo, krompir je tudi ful sitostno, najbolj sitostno živilo, da imamo mogoče minimalni vnos, se pravi tistih maščob, ki so skrite, na primer, preveč olja na solati ali pa kjerkoli, neke mastne omake, ocvrta hrana, a veš, da nismo črno-beli, kar se tega tiče, ampak da si dovolimo tudi, da veš, znotraj tega prehranjevalnega vzorca najdemo tudi prostor za to, da kaj pojemo, kar je dobro, pa kar ni označeno kot zdravo, in s tem ni čisto nič narobe. In da, tako sem že rekel, zaupamo v znanost, ker je to maraton, ni to šprint, in da smo konsistentni, to je najbolj pomembna stvar. Če jaz preveč cukra pijem, pač moram malo več hoditi, pa imeti to v mislih. Tudi tole, tudi to je lahko kompenzacija. Mislim, če vem, da bom šel jutri na rojsten dan, pa da bom pojedel pač malo preveč, bom pač šel ta teden enkrat malo več hoditi. Ja, in veš, ko jemo hrano to, ki ni zdrava, pod narekovanji, pojemo preveč maščob in ogljikovih hidratov, potem pa prilagodimo druge obroke, da pade oziroma paše v energijski vnos, v energijsko bilanco. Ok, naslednje vprašanje imava, kako naj se spopadem z motivacijo? Hujšam, pa mi kar naenkrat nehajo padati kile, kljub temu, da še vedno hujšam. Ja, tle je pa ta fenomen, ki sva ga omenila, da se telo čez čas adaptira in upočasni izgubo teže. In to se potem mogoče na tehnici ne pozna več tako izrazito. Jaz doskrat mojim klientom rečem, vse se dogaja, samo mogoče na drugi ali pa tretji decimalki, te pa ni na tehnici, samo potrpežljiv bodi, in se bo zgodilo. Se pravi, potrpežljivost. Če delamo vse prav,
a ne, če smo v energijskem deficitu, bomo sigurno izgubili težo, a ne. Če pa se redimo ali pa ne izgubljamo, pa nismo v deficitu, pa treba malo pogledati prehrano, a ne, kje so mogoče potencialne skrite kalorije pod narekovaji, a ne, in to malo potem spremeniti, a ne. Sam tole, a ne, in se bo zgodilo. Okay. Naslednje imamo vprašanje, katera je najboljša strategija za obvladovanje želje po sladkem? Oziroma najboljša strategija je to, da te cravinge, a ne, to je v bistvu craving ni nič drugega kot ne pač stanje, ko imamo povečano željo pa motivacijo, da jemo neko specifično živilo, a ne, je to, da v bistvu, da jih, kaj pravijo, da jih ubijemo, ne, sploh ne razmišljamo o tem in da pač jih ignoriramo, če se da, ne. Drugače pa v praksi, glej, zadost beljakovin v prehrani velikokrat ful zmanjša te želje po sladkem, a ne, pa to, da sploh nismo lačni, a ne, se pravi, da najdemo obroke, a ne, jaz zmeraj takole priporočam, ne, da smo siti in zadovoljni oziroma potešeni po obroku, a ne, tako da morajo biti obroki kreativni pa okusni, ne neki čist taki, kaj bi rekel, neokusni, no, brez okusa, brez strukture, ne, ampak lahko tudi z zdravimi živili, z nizkokaloričnimi živili, zelo okusne pa obroke naredimo, a ne. Ja, tle jaz vedno ljudem priporočam eno stvar, ko opažam doskrat, ko se lotejo, ful se je fajn naučiti kuhati. Ja. Pač res se je fajn naučiti kuhati, zato tudi, ko se lotiš kuhanja, pač česarkoli v življenju, si lahko narediš res pestrost in dolgotrajnost. Točno to, ja. Zdaj, druga potencialna opcija bi pa bila, ne, da si sladkarije odmerimo, a ne, najdemo energijski vnos, a veš, ne, in probamo potem dovolj hranil, beljakovin, ne, vlaknin dobiti iz osnovnih živil, pa če nam ostane kakšen prostor, pa lahko tudi kaj sladkega pojemo. Se nagradiš. Pa nič, točno to, ne, in na tak način nismo nič grešili ali pa karkoli naredili. Positive reinforcement, tako da se treniraš. Točno to. Nice, dobro, všeč mi je to. Naslednje vprašanje imamo, kako naj se prehranjujem, če imam inzulinsko rezistenco? Ja, inzulinska rezistenca je v bistvu posledica viška energije v telesu, a ne, in ni samo posledica ali pa sploh ni posledica vnosa, prevelikega vnosa ogljikovih hidratov, kvečjemu prevelikega vnosa maščob, ker pride do lipotoksičnosti, ne, in potem se receptorji za inzulin se potem več ne odzivajo na signalizacijo inzulina. In najboljši način, da inzulinsko rezistenco pozdravimo, a ne, ker se da, je, da zgubimo telesno maščobo, a ne, pa smo pa spet, ne, da imamo dovolj beljakovin v prehrani, da imamo kalorični deficit in da smo fizično aktivni, ne. Sploh pa ne mišična kontrakcija je tista, ki najbolj inzulinsko občutljivost, kar je nasprotje odpornosti oziroma rezistence, a ne, potem porihta, a ne. Čeprav pa jaz imam maščob, več telovaditi pa shujšati. Ja, pa beljakovin več. Pa več beljakovin. Ja. Okay. Ker beljakovine stimulira oziroma aminokisline izločanje inzulina iz pankreasa, ne. Okay. Še eno vprašanje imamo, in sicer, ali obstaja način, kako pospešiti prebavo pri ljudeh, ki imajo počasnejši metabolizem? Prebavo pri ljudeh, ki imajo, ja, ker zdaj takole, ne, prebava in metabolizem oziroma metabolizem presnova je slovensko ime za metabolizem, to nista to ni ista stvar, a ne. Prebava pomeni, ko gre hrana hitro skozi prebavno cev, a ne, metabolizem je pa potem hrana, ki se prebavi, ki pride v kri. Deva sklepati, da je bil mišljen presnova, verjetno. Jaz mislim, ja, da je bilo tole mišljeno. Tle v bistvu počasen metabolizem je dostikrat tako zelo zavajajoča zadeva, ne. Ljudje, ki so bolj debeli ali pa težji, a ne, imajo v bistvu hitrejši metabolizem kot drugi, ampak še zmeraj več pojedo, ne, zato ker imajo več mišic pa več maščobe, a ne. Zdaj najboljši način za pospešitev metabolizma kronično je, da imamo dovolj mišične mase, a ne, potem, da nam ščitnica seveda normalno deluje, čeprav efekt pri ščitnici ni toliko velik, kot bi ljudje radi slišali, tisti, ki nimajo dovolj optimalnega delovanja ščitnice, a ne, in pa potem, da smo fizično aktivni, to, ne. To pa akutno pa ne deluje, potem ne, akutno deluje najbolj seveda aerobna vadba, kronično pa najbolj vadba z obremenitvijo, ker telo potem vlaga energijo, da nove mišične strukture gradi, ne, potem pa tudi vlaga energijo, da jih vzdržuje na dolgi rok, ne. Tako da tole, a ne, se pravi metabolizem, ne, se pa prilagaja tudi temu, koliko pojemo, a ne. Če več jemo, bomo tudi več porabili. Če manj jemo, bomo manj porabili, se pravi fluks energije, ne. Pri različnem energijskem fluksu imamo mi lahko isto težo, ne. Nekdo, če poje
ne vem, 2000 kalorij, pa je 2000 porabi, lahko je ohranja težo, pa ista oseba poje 3000 kalorij, pa jih 3000 porabi, pa isto težo dobila, ne. Ta delta je enaka, ne, razlika, a veš, in samo fluks energije je drugačen, ne, in načeloma je tako, ne, pri presnovnih adaptacijah je tako, dlje časa, ko smo v kaloričnem deficitu, manj energije bomo porabili, ker, kot sem rekel danes, ne, pač telo nas želi zaščititi, a ne, potem je pač ena izmed strategij, če smo dolgo časa v minusu, ta, da mogoče damo malo pauze, pa potem jemo tako, da zdržujemo to težo, potem pa se pravilno lotimo izgube telesne teže, a ne, oziroma hujšanja, a ne. Kaj pa če mogoče, rečeva, da so se zmotile pri enem sklepanju, da je bila presnova, kaj pa če govorijo o prebavi, se pravi nekdo, ki verjetno ima počasno prebavo? Ja, to kaj bo pa tle rekla? Sem tako, da oboje odgovorila za vsak slučaj. Ja. Več načinov je tukaj, a ne. Vzrok za slabo prebavo je treba odkriti, a ne. Ni tako enostavno, kot eni mislijo, da več vlaknin poje, pa boš imel boljšo prebavo, ne. Ker je motiliteta je odvisna od številnih faktorjev, od nevrotransmiterjev, ne, pa od, se pravi, tudi od živčnega sistema, a ne, od ščitničnih hormonov tudi, ne, od tega, kako se gibamo, a ne, pa tudi od same kompozicije hrane, pa posledično mikrobiote oziroma mikrobioma, ne. Tako da tle je treba, več načinov, recimo magnezijev citrat ima diuretične učinek, gibanje recimo je fajn, ne, redno, potem je pa tudi lahko kako analizo, recimo se naredi testiranje, ne, na funkcionalne prebavne motnje, ker se pogleda, ne vem, ali imamo presežek recimo metan producirajočih bakterij, ne, ali pa tiste, ki proizvajajo vodikov sulfid, in potem so tukaj različne strategije. Obstaja čaj, recimo sena, mislim čaj sene pomaga, potem pomaga iberogast recimo tudi, ne, čisto v redu zadeva, a ne, pa nasploh ne optimizacija presnovnega zdravja, a ne, potem to dostikrat uredi, ne. Drugače je pa zelo težko reči, zato ker, ne vem, probiotiki lahko nekoga zaprejo, nekomu pa povzročijo pospešeno prebavo. Ne, čisto individualno, specifično je tole. Imate nekoga, ki se s tem ukvarja, mogoče pa malo bolj specifično. Ko smo že na tej temi, si že slišal za termin internal shower, ker ljudje v bistvu absurdne količine chia semen zauživajo, pa pol ful kakajo. Ne, za ta izraz nisem, chia semena dejansko pomagajo, pa tudi recimo pozabil sem, ne, 2 kivija na dan pomagata pri prebavi, ja. Wow, a ješ kivi s kožo ali brez? Jaz jem brez kože. A veš, da je užitna koža? Ja, vem, ja, se Sam je ful čuden, ne, sem šole, kaj moj sošolec jedel in sem ga čudno gledal. A ne, kaj pa ti ješ, tak kosmat kivi? Ful hvala za tale res izčrpen pogovor. Kako ćeva tole zapeljati? Kje bi ljudje najdel več informacij o tebi? Daj mi malo povej, no, kam jih lahko usmerimo, če jih kakor zanima, te verjetno lahko kontaktirajo. Se pravi, najdete me na socialnih medijih, na Instagramu, na TikToku nisem. Bomo zapisali vse te zadeve, ja? Se pravi, najdete na katerem profilu? Leon Bedrajič, PhD, PhD, tle. Potem imam blog prehranskaakademija.si, prehranska.akademija.si. Zdaj migriram na leonbedrajič.si, kjer bo vse obe zadevi sta aktivni, ampak leonbedrajič.si še ni do konca narejena, ker še neke platforme uvajam noter, vključno z monitoringom prehrane, se pravi z opcijo, ne, da moji klienti potem imajo dostop do aplikacije, kjer si lahko nalagajo slike obrokov in jim potem sproti tudi morajo potrditi količine pa vire živil in se potem lahko jedilnik vodijo na tak način, ne. To je zdaj v izdelavi. Pa potem vse druge informacije, kar se coachinga prehranskega ali pa lifestyle tiče, ne. Se pravi, na teh 2 medijih, na LinkedInu sem, drugače pa prehranska.akademija@gmail.com je pa pač mail kontakt, ne, kjer me lahko kontaktirajo. Pa tudi pojavljam se v medijih takšni ali pa drugačni obliki, kar me je veliko veselje in veliko veselje mi je bilo tudi s tabo danes poklepetati, Sašo, tako da hvala lepa za povabilo in res super pogovor. Ja, hvala ti res za vse izčrpne pogovore. Jaz upam, da ste tudi vi najdli kakšne informacije zase, tudi prepričan sem, da ste jo. Se vidimo naslednjič. Hvala, čau! Čau.